Raj sem tretji, pa sem dobro tekel, ko pa sem drugi, pa sem nekaj mizerno, neko klavrno, pa nekaj sem imel malo sreče, kakorkoli, ne. Jaz moram reči, kot učitelj, tudi otroci nas nekaj naučijo. Do 5% naklona, ne. Tam sem jaz ponavadi marsikero tekmo uspel v svoj prid obrniti, no. Ja, vse zmožen si, samo boš mogel teči, ne, tako kot ti malo, enkrat boš šel 10, pa enkrat 15, pa enkrat boš šel 25, boš pa kar 42 tekel po 3 ure, ne. Rad grem teči tam, ker je neka konkurenca. Dober večer, spoštovane in spoštovani. Po Miklavžu, ja, sredi veselega decembra bo na sporedu 230. epizoda podcasta Zagret za tek z mano, pa ravno pravi gost, da vas malo ogreje in pošlje tudi ven. Ja, mogoče na trail ali že kam drugam. Matej Letojne, Matej, živijo. Dober večer. Koliko je kaj snega v lepi njivi nad Mozirjem? Ja, zdaj ga je popravilo bolj kot ne tako posod drugod. Smo ga pa imeli, 8-9 cm ga je zapadlo, takrat tisti petek, no. Lepo, na kakšni nadmorski višini je ta zaselek? Pa tole se nahaja tam, bom rekel, tam 450 metrov približno, 430, 440, nekaj tajega. Koliko nad Mozirjem, oziroma iz Mozirja moraš iti v Klane, zdaj priješ do tebe? Ja, bom rekel, ne vem, dobra 2 kilometra, slabe 3, dobra 2, pa ne vem, za ene 50-100 višincev se vzdigneš, no. Zabrav, če greš ti teč, nimaš druge možnosti, kad greš po Klancu dol ali pa po Klancu gor, ali kako? Ja, da je odvisno, v katero smer greš, no. Zdaj, če bi šel proti Mozirju, kaj grem bolj redko kdaj, moram iti prvo navzdol, ja, vračam se pa seveda navzgor, ne. Ampak kje pa greš, če greš po ravnem? Evo, tako mi povej. Ja, tako, tale glih neke ravnine ravno ni, no, razen dol, bom rekel, ob vodi, ker reka Ljubija teče, no, tam je tako, bom rekel, 4 kilometre takega pretežno ravninskega dela, to pomeni, da se, bom rekel, 1 kilometru mogoče digne za 10-15 višincev, da je malenkost valovito, ampak to je za nas, za mene, to je ravno, no. Tako da veste, spoštovani, ne? Kje trenira moj gost, predvsem, zdaj, lansko leto, jaz sem bil v tistih dneh po poplavah tam gor, malo više še v Ljubljem in tako naprej, vi ste vendarle višje, vas ta voda ni prizadela, vas pa je posredno, pravzaprav je, ne, mislim, ti kraji so bili izjemno, bom rekel, prizadeti, eni bolj v Sloveniji. Kako si ti takrat to recimo doživljal? Ja, res je, naša dolina je takrat, mi smo bili deležni takrat tistih konkretnih padavin, ne, in poplave so se tule tako odvijale, bom rekel, da je v zgornjem delu je Savinja, ne, Savinja je ta največja reka, ne, v bistvu pa Dreta, in Savinja je v zgornjem delu, ne, bom rekel, dol do Ljubnega je zelo erozirala, odnašala, tule je pa bolj akumulirala in je tu se pa razlivala. In zdaj, bom rekel, Mozirje je najbolj bilo prizadeto, to, bom rekel, Beverly Hills, Mozirje, Loke pri Mozirju, ko so bili, bom rekel, jaz sem tam kar parkrat pomagal, je bilo 1,70 m, 1,80 m vode tam, bom rekel, kar na marsikateri lokaciji. No, teda v bistvu, bom rekel, tiste loke so bile poplavljene v 95-90%. In ja, to ni bilo prijetno. No, tudi mene, bom rekel, je prizadelo malo, čeprav jaz neposredno nisem bil prizadet, no, ampak vidiš to stisko, pa ne vem, se veš, pa tule poznam dole in gospoda, pa starejšo gospod, ko sta se mogla izseliti, ker je v bistvu sta imela sam spodnji štuk urejen, ne voda toliko jim ni šla, da sta zdaj v drugje in ni to enostavno. Zdaj, več kot leto po teh poplavah, zdaj v bistvu se je marsikaj že ustalilo nazaj v običajne tirnice, pa vendarle ti kot lokalc, no, si iz prve roke to spremljal in potem obnovo, poplavno, ne, in tako naprej. Kakšno je zdaj stanje tam? Mislim, so morda, pa kakšno je vzdušje med ljudmi, ne? So morda bolj zaskrbljeni, so se naredili kakšni ukrepi, da bi te stoletne poplave, ki pač niso več stoletne, upam, da so, ampak kot bolj kaže, da ne, se lahko še zgodijo. Ne vem, kakšno je zdaj stanje duha ob vodi, v kateri je bilo toliko gorja storjenega? Veš kako, zdaj, to so težke stvari, no, to je dejstvo, to ni, bom rekel, verjetno, da poplav se noben ne želi, no, pa to nimaš pol drugega, ko pač sem bežati. Ne, se pravi, jaz se s tem nisem direktno, čeprav sem bil tudi tisti dan na terenu, pa sem pomagal, ampak to ni to fajn stvar, no. Kar se tiče pa, zdaj bom rekel, obnovitvenih zadev, stvari so se, seveda,
stvari so se popravile, ene bolj, druge manj. Še vedno potekajo določena dela, ne bom rekel, tudi nekaj takih ciljnih akcij se je organiziralo tekom doline, ki so bile dokaj dobro organizirane, tudi solidno, bom rekel, udeležba je bila. Tako da se stvari postavljajo, ne bom rekel, na določeni mesti pa nikjer več ne bo to, kot je bilo, ali pa bo potrebno veliko časa, pa bo dosta vidne preteklo, bom rekel, do takrat, ko bo spet, pač bom rekel, najbolj bogi so tam gor v Strugah, pa tam gor, no. Mislim, ja, ene zgodbe, ki so bile takrat najbolj izpostavljene, so se potem kar mal, bom rekel, skrile, oziroma jih noben več ni izpostavljal, nič ne vemo, govori se pač ne o Letušu, se mi zdi, pa v tistih hišah, pa Braslovčah in tako naprej. Ampak jasno, ne, po letu in pol to ni več zanimivo niti za medije, lokalno prebivalstvo pač s tem mora živeti. Jaz upam, da ne na to, da sem spremljal zdaj tudi poplave v Španiji, kjer je bila zadeva še bolj tragična, vsaj kar se človeških žrtev tiče, ne. Pa kar se je dogajalo v Avstriji in tako naprej, pa v Švici, ne vem, a ne, smo Ja, to se je včasih, kar razplantelo, ja. tako, včasih, ne vem, ko je to, bom rekel, kar ne letni dogodek, večkrat na leto se kaj takega zgodi v naši okolici, a ne, in jasno, da upam, da ne, ampak se bomo s tem mogli še soočati, ne, ampak da ne bova preveč zajadrala v te naravovarstvene vode, na koncu koncev se bo raje ukvarjala s tekom, ki je na en način tudi naravovarstven, lahko, ima tudi to komponento. Matej Letojne, to ime ste slišali, pa ne veste, kam bi ga dal, a ne, pa velikokrat ste ga slišali, a ne, pa če ste v trail vodah, pa v gorsko-tekaških ste ga slišali, pa ste rekli, kje je pa ta človek prišel kar naenkrat, a ne? Ker zdaj kar zmeraj na stopničkah in tako naprej, točno to, jaz sem isto pomislil, ko sem slišal to ime, 3-krat zapored, pa 4-krat, pa 5-krat. Letnik 90 doma iz Lepe Njive je po poklicu učitelj razrednega pouka. To je že ena zanimivost, o kateri bo razpravljala, je srčen in velik domoljub, to pravi, pa tudi, da je neposreden, iskren in nepopustljiv človek. To me bo tudi zelo zanimalo. Ko je bil mlajši, se je ukvarjal z malim nogometom, kasneje tudi s tenisom, a zares zablestel je šele v teku, ne samo na cesti, predvsem na gorskih in trail tekih, točno tako, kar sem prej omenil. Ja, v zadnjih nekaj sezonah se je izstrelil med najboljše tekače v Sloveniji na teh, bom rekel, trasah in stezicah. Je redno na stopničkah, je zmagovalec večjih preizkušenj na teh srednjih, pa krajših razdaljah, seveda pa cilja še dlje. Ja? Na Sveti Gral, ultra trail teka, pa ne bom rekel kaj, 4 črke so, reče se mu UTMB. Matej, od kje si ti? Dobro si povedal, no, kar dobro. Hvala. Mislim, si tako zanimiv človek, se pravi, večplasten si, ne? Mislim, da sem imela neki izmenjav, recimo na Messengerju in tako naprej, pa bolj sem razmišljal o tem, kar si mi pisal, bolj mi je bilo jasno, da te slej ko prej moram dobiti tule, a ne, in kar respektiram ljudi, recimo tvojega kova, ki so zelo razmišljujoči, po drugi strani pa tudi, bom rekel, lahko brutalno iskreni, pa deva nekaj o tej neposrednosti in iskrenosti, ne? Ki mogoče ni tako pogosta lastnost in vrlina v današnji družbi, kot bi lahko bila, ne? Pa deva, pa bom rekel, malo provokativno je, iskrenost kdaj lahko tudi problem oziroma te lahko spravi v težave, deva tako reči. Tudi mene je že kdaj kaj udarilo, ne, zaradi tega, ampak če pa, oziroma ko pa pogledaš na stvari malo na širše, oziroma prej si omenil večplastno, bom pa rekel, je pa iskrenost vedno nekaj, kar je nekaj vrednega, kar je neka vrlina, no, in tudi jaz stremim temu in skušam biti kar se da tak, no. In jaz sem tak, zelo tak, no, bom rekel, vem, da nisem vsem všeč, tudi načeloma, a ne, seveda, ljudje smo si različni, ampak jaz bom probal kar držati tak mindset, pa tako svojo osebnost, no. No, sej najbrž, a ne, če si iskren, bom rekel, kakšnega človeka v svojem življenju izgubiš, marsikoga pa tudi pridobiš, rečemo, nek ožji ali pa širši krog znancev in prijateljev. Ja, bom jaz rekel, no, vem, tudi če že gledam tele, bom rekel, tekaške znance, konkurente, bom rekel, na mene kar tak sem opazil, kar tak strahno spoštovanje gledajo na mene, no. Vejo, marsikjer ve, da niti ne tečem oziroma ne treniram toliko marsikdo, a ne, pa da sem tak, no, da se ne vdam kar tak, no, bom rekel to, sem se, bom rekel, malo tekom teka, ne, včasih, bom rekel, tamle, ko sem začel bolj intenzivno, tamle, bom rekel, 2018,
sem začel, bom rekel, te polmaratone predvsem, a ne. In me je takrat, bom rekel, sem videl Aleša Žontarja zmaga ta istrski maraton, a ne, prišel v cilj s tistih krček pred Švicarju Kellerju. To je meni ostalo spominno, bom rekel, tako da bi včeraj bilo, a ne, in sem videl to, je veš, tisto, bom rekel, ni konc, dokler ni konc, ni konc, dokler ni cilja, a ne, in lej, pa je imel v bistvu dirko dobljeno tam, mislim, do enega 38 kilometra, pa je imel pol krizo, pa ga je Švicar ujel, pa ga je že prehitev, a ne, pa ga je v bistvu v zadnjem kilometru, ga je pa pol ga za, ne vem, 10-15 sekund ga je stisnil, a ne, in meni je bil takrat, bom rekel, to je en tak dogodek, ko mi je ostal v spominu, a ne, ko mi je, bom rekel, Aleš takrat naredil tako vtis na mene, no. Vsi si mu, bom rekel, ne, grizenje do konca, pa to, a ne, bom rekel, jaz sem si to takrat, lej, to je tisto ta pravo, a ne, lej, ni se predal, a ne, lej, stisnil tisto od sebe ven in na koncu zmagal. Vse tu, če ne bi, a ne, ampak, bom rekel, tisto njegovo, a ne, bom rekel, odločnost, neposljivost, a ne, borba do ciljne črte, to sem si takrat od njega zapomnil, naučil, bom rekel, pridobil, no. Zelo lepo, Aleš, zelo vesel bom rekel, da mora poslušati tale pogovor, vsaj od začetka, ker je očitno bil zgled oziroma povod za to, da nekdo gre po novih stopinjah ali pa je še boljši od njega, pa še podražil ga bom, kdaj bo zdaj natreniral ta, bom rekel, maraton po 2:30, pa kdaj bo spet zmagal na kakšnem trailu, evo, mogoče pa midva zdaj s tem pogovorom Žontarja spravila nazaj na tekmovalna pota za res, da ne bo samo kolesar v vojski. Ja, da je rekel, na kolo se nekaj zagnal, ja. Aleš, rabimo te še v teku. Ja, rabimo te še. Lepo, mislim, lepo si tole vrisal 6 let, to je to kratka doba, kar si v tek zašel. Povej mi, mislim, neke predispozicije imaš, jasno, da če si bil nogometaš in ravno včeraj, zanimivo, smo razpravljali v neki tekaški družbi, moj kolega ultra tekač Jan je omenil, da ga zelo intrigira recimo to, koliko tekačev, dobrih tekačev, pač v vseh disciplinah tega žlahtnega športa prihaja z nekih nogometnih vod. In jaz njemu rečem, ja, pa še enega sem najdel. Ja. Ampak on je z malega nogometa, se rekel, Matej Letojne je z malega nogometa. Kje je ta mali nogomet? Zakaj mali nogomet? Nogomet nasploh, recimo. Ja, to je taka zanimiva, dolga zgodba, tudi zadnje, no bom jaz to malo, bom rekel, na hitro orisal. Bom rekel, jaz sem od nekdaj kazal precej športnega potenciala, no, in tudi, bom rekel, ko sem sam hodil v šolo, je marsikdo rekel, češ ne grem trenirati nogomet, pa starši moji so bili, se niso bili nasprotni, ampak tako so bili, češ uči se, v bistvu prvo je šola, nogomet, če boš vedno lahko igral. In pol se je to vleklo z dneva v dan, iz leta v leto, dobesedno. Dokler nisem, bom rekel, pri 19-18 letih naredil izpit za avto in pol bil sem tule, bom rekel, tak viden potencial in enostavno sem, pač dobro sem igral, enostavno sem dobil povabilo, bom rekel, tule te kvalitetnejše ekipe po dolini in to se je igralo tiste, bom rekel, tiste kvalitetnejše vaške lige, in pol je tule pa tudi svoj čas obstajal klub Komunonaze Reglin, ko je, bom rekel, v svojih tistih zlatih letih, no, je bilo, bom rekel, v Sloveniji tako nekaj, bom rekel, tam 4., 5., 6. ekipa, ampak pa je pa takrat, bom rekel, so bile ene stvari, ko so, da je pol klub, bom rekel, padel, ni bilo toliko, bom rekel, podpore, ampak se je nekako vseeno to malo vzdrževalo in pol enkrat, bom rekel, je tule ta trener, ki v bistvu nas je bolj, bom rekel, povezal med seboj, malo skupaj spravljal in smo pol igrali drugo ligo in, bom rekel, igrali smo dokaj kvalitetno, vse boljši smo bili, pa so še ostali 2-3 igralci tam iz velenjskega okoliša, ko so imeli prvoligaške pa reprezentantske izkušnje in smo se uvrstili v prvo ligo. Kar je bilo takrat, bom rekel, svojevrsten kar uspeh, no, in smo tudi prvo leto obstali, bom rekel, za las, da smo se izognali. Vem, da smo takrat Izolo premagali na izločanje in smo pa se mi uvrstili v prvo ligo. In je bila to, bom rekel, 2 leti sem igral drugo ligo, 2 leti prvo ligo in bila to ena taka ureda izkušnja. No, in pol je pa začel klub, bom rekel, stagnirati zelo, bom rekel, tudi prave motivacije ni bilo. Pa mi je rekel eden, ko je bil, bom rekel, jaz osebno ga najbolj cenim kot soigralca, je rekel, le Matej, je rekel, ti si zadosti dober, je rekel, lahko tudi greš, pa tako boš malo zaslužil, malo igral, je rekel, tamle, samo se moraš spraviti v en klub Litija, Dobovc, kaj tako, ali pa v tujino,
Sam je rekel, ne vem, če si ti tak tip za to. No. Je rekel, jaz poznam tole slovensko sceno, pa to, pa kako se na te stvari gleda. In pa sem nekako, bom rekel, obstal. Bom rekel, zelo veliko mi pomeni dom. In jaz nikoli ne bi, bom rekel, zdaj, da bi šel tjale nekam, tudi sem imel eno ponudbo tamle prek meje, da bi to opustil, pa šel, pa da bi mi uspelo, ali bi mi ne bi, jaz bom rekel, bolj verjetno, da mi ne bi. No. Ampak še zdaj, danes lahko rečem, da mi ni žal, da sem se tako odločil. In pol sem pa nadaljeval, bom rekel, bolj na taki lokalni ravni, sem še malo brcal, ampak sem pa, bom rekel, pa sem pa če dalje bolj zgubljal motivacijo, tudi moja, bom rekel, nogometna znanje, oziroma moje so vodenele, nogometna igra. In če dalje bolj sem, bom rekel, raje bil tekaške čevlje. No. In jaz sem, bom rekel, malo začel, bom rekel, šel sem na 2 tekmi, jaz sem tekel, bom rekel, 10 km za, kaj vem, 38, 39 minut, bom rekel, brez kakršnega koli konkretnega treninga. Jaz bom rekel, sem šel 2-krat teč po 5-6 km ali pa 3-4 km ali pa enkrat 8 km, pa sem tekel po 4 minute na kilometer. Ne. Ja, to je tisto, nekaj ti pa le od fuzbola ostala, pa tisti šprinti, pa to so večni intervali, ki si jih šopal, z dneva dana, pa nekaj je pa že dal pol očitno podlage tudi za tek, ampak kaj ti misliš? Mislim, zdaj, ko si imel neki sezon tega, pa reca, da je dvoranski nogomet oziroma mali nogomet drugačen kot veliki nogomet, pa vseeno, tle je zelo veliko nekih eksplozivnih, bliskovitih štartov in tako naprej. Ja, tako bom rekel, mali nogomet v Sloveniji, bom rekel, mogoče ni tako znan, pa malo preslab je podprt, ampak tudi mali nogomet je Slovenija, bom rekel, za Mileta Simonoviča verjetno marsikjer čuva. On je bil, bom rekel, prvi profesionalc, tudi jaz sem imel možnost se pomeriti z njim, igrati proti njemu in to je bilo nekaj posebnega. Pa se je Slovenija dala veliko dobrih igralcev, ampak bom rekel, on je bil res tisti prvi tak klasen. Pa so se pa, bom rekel, poznejše generacije, bom rekel, bolj moja generacija, pa še mogoče kjer malo starejši, so se začeli pa, bom rekel, bolj v tujino hodili igrati, ampak on je bil prvi tak, on je igral v Rusiji, on je bil prvi tisti res profesionalc, in jaz se spomnim, Marko, mislim, da je bilo 2012 leta, je igrala Licija proti Barceloni za polfinale, da bi igrali za polfinale Lige prvakov, pa so bili Barcelona, je imela Brazilice, Špance notor, in bila je v 3 lilijah tekma, Mile pri 36 letih, on je edini lahko tiste Brazilice pa Špance motil. Mi smo bili na tribunah, mi smo gledali, notor je bilo, ne vem, 2000-1500 ljudi, vzdušje neverjetno, jaz se spomnim to, kak je tam take dva igralca, pač enostavno to je imel kvaliteto v nogi, tiste levi nogi, timing neverjeten, res ga je bilo z užitkom gledati. In tudi bom rekel, se pomeri z njemu, se pravi, mi smo samo enkrat, mislim, smo z Leti, enkrat smo 2-2 igrali, drugič pa smo dobili prikolico golov ponavadi, je bilo to nekaj posebnega. In to je bo ostalo za vse življenje. Noro, mislim, za vse laike, pred katere se sam tudi prištevam, pa sem pogledal nekaj reprezentančnih tekem pred leti, spomnim se, v katerem tekmovanju, vem, da so bili Slovenci zelo dobri, pa da mi malo oriši pač ključne razlike, ker ni pa veliko tekmovalcev, recimo velikega nogometa, ki bi bili uspešni v malem nogometu, te dve stvari se ne pokrivata toliko, kot bi kdo mogoče mislil. Da mi oriši mogoče glavne razlike, mi gledamo pač ta velik fuzbal, pa gledamo pa Olimpijo, pa Maribor, pa reprezentanco in tako naprej. Ja. Mali nogomet je pa zelo, bi rekel, hitrejši, na manjšem prostoru se dogaja bistveno več preigravanja vsega tega. Daj mi prosim ti po svojim strokovnim znanjem to obrazloži. Ja, kamot, jaz bom tako enostavno povedal za lajke. Glej, velika razlika je med velikim nogometom in malim nogometom. Zdaj, ena od taka stvar, ko je recimo zelo zanimiva, pa sigurno drži, je ta, da tisti, ko je velik nogomet igral, je tudi malega znal igrati, pa bi kar dobro igral. Vratno, pa skoraj nobenega ne poznam, ko bi šel iz malega nogometa, pa bi velikega igral. Igralci Željko Mitraković, Željko Spasojević, Željko je zdaj že umrl, potem ogromno teh, bomo rekel, prvoligaških igralcev je se pol, bom rekel, v jeseni kariere, ali pa bom rekel tam pri 35, tudi eni pri 40 ali pa 30 so se podali igrati, bom rekel, za neke solidne denarje tule v neke slovenske klube, ali pa tudi v tujino, velika razlika je, pri velikem nogometu se pokriva bolj prostora,
Pravno malo nogometu je pa bolj igralec. Vse se tudi malo prostor pokriva, pa mali nogomet je dosti bolj sistemski šport. Ne. Mi recimo, pa mi smo bili totalni amateri. No. Mi smo recimo, bom rekel, mi smo imeli določene akcije, iz kota določene akcije, iz avta določene izhode, iz presinga in take stvari. In mali nogomet je tako dosti bolj šablonski. Ne. Je pa tako, zdaj bom rekel, te generacije, zdaj bom rekel mlajše, igrajo drugače, kot smo mi igrali. Mi smo igrali več 1-1, to igrajo pa bolj tisto šablonski igro, bom rekel, razna tista skrita taktika odkrivanja, pa bom rekel, več teče. Vse smo mi dosti tekli, ne, ampak več tečejo brez žoge, a ne, vsak, bom rekel, v bistvu mali nogomet lahko dobro igra, mogoče to uspe, če si zadosti hiter, pa da znaš teči brez žoge, pa da se znaš odkrivati. To je že ogromno. To v enem stavku si videl glavne lastnosti, ki jih mora imeti dober igralec malega nogometa, da bo uspešen. Se pravi, boš rekel, vendarle ste tudi med treningom, niste pač samo akcij preigravali pa tako naprej, ampak ste delali tudi na vzdržljivosti ali kako, ste tudi mogli teči, vendarle. Ja, tako je, no, jaz v bistvu, tako bom rekel, nek šprinter nikoli nisem bil. No. Vse sem imel sem hiter tekel, ampak jaz se spomnim, bom rekel, tiste prve korake, nisem bil nekaj, so bili še dosti boljši, no, dosti hitrejši korak, sem bil pa še zmeraj kar precej hiter, no. Ampak smo pa tudi tekli, ja, in se spomnim, smo imeli včasih malo priprave, takle konec avgusta, smo tekli malo hribtov, sem jih jaz nastal, to je moje, vem, da eden je bil, ki je bil tudi v reprezentanci, pa bil, vem, da top strelec, a ne, on je tak, včasih je tako malo težko prebavljalo to, da ga je tir malo gnal. Vem, da je včasih kar malo jezilo, no, ko je, bom rekel, se trudil, pa pol na koncu mu je vedno malo zmanjkalo. No. Je bil to razlog, da te potem nikoli niso zares vklicali v reprezentanco, ne hec se, da se šalim, ampak si se spogledoval kdaj z vabilom, ali si morda celo bil reprezentant? Ja, to je bilo pa tam, mislim, 2010-2011 leta, ko smo prvo leto, ko smo začeli v prvi ligi igrati, je bilo, da bi v 21, ne, bila je članska reprezentanca, bila je reprezentanca v 21 let. Ne, in vem, da sem takrat, jaz sem bil na širšem spisku, pa je trener prišel do mene in je rekel, da je zbor, pa ne vem, da je bilo v neko velikih Laščah, ali kje je bilo. Pa če bi šel, je rekel, da je pač, da smo jaz pa še eden, pa da smo vabljena tudi, pa da mora javiti, in vem, da takrat se smo nekaj na faksu. Ne vem, zdaj točno, kaj je bilo nekaj za smučanje. Ne vem, to je nazaj 10 let plus. In vem, pol, da takrat pol nisem šel, pa še bilo pol takrat prišlo nekaj od tega, pa sem enkrat pol celo šel, pa je ta Drago Kubijar mu rekel temu, ko sem ga prej omenil, ki je bil res tak, ko sem ga je scenil, no, pa še zdaj, ko prijema skupaj, kjero rečemo, ali nogometno, ali kako tako. In bom rekel, tak je bilo, no, ena taka, malo me je gnalo, malo me ni, no. Jaz sem tudi poznal ene stvari, ko so se tukaj na nogometni zvezi, pa to, pa v bistvu tekom, bom rekel, samega sistema, pri nas nogometne zveze vršile, je bilo tako, ne, ene so bili malo prednosti, pa ene so malo naprej tišali. Jaz jih nikoli nisem bil tak ni krivarski, no. Ja, no sej, moče pa prav tako, ne, da si tvoja... Ja, meni ni žal, no, jaz osebno si ne, bi rekel, nič si naučil. Čisto na hitro še morda, kakšno je zdaj stanje slovenskega malega nogometa, kako uspešni smo, bom rekel, nekem mednarodnem prizorišču, kako pač tudi na nacionalnem je veliko igralcev, ki lahko živijo od tega športa, ali pač še vsem to malo v drugem planu. Ja, tole se zdaj na kar malo dobo, no, sej malo spremljam še tak, pa se s kjerom pogovarjam, zdaj so se mala generacija malo obrnila, ne, malo se veš, eni prehajajo, drugi odhajajo, vedno bo tak. Se veš, Zahovič je bil svoj čas, pa je vršel, pa Iličić, pa ne. Tak je, zdaj bom jaz rekel, ta generacija, ko sem se igral z njimi, ta je bila precej dobra. No. Verjetno je bilo največ konkurenčnih igralcev, bom rekel, to je bilo 5-10 igralcev, ne vem, Petič, Mordej, Osredkar, to so bili igralci, ki bili v bistvu, sta bila tak dva igralca na vsaki poziciji, kolikor tukaj enakovredna, ne. In zdaj pa, se pravi, malo se je sistem zamenjal, malo se drugače igra. Jaz mislim, da so bila ta boljša leta tamle, ko je bilo evropsko prvenstvo v Sloveniji 2018, no takrat, ko smo v bistvu pol z Rusi izgubili za polfinale, a ne, da tista generacija je bila kar močna, ampak malo jim je manjkalo, ne. Težko je igrati s profesionalci, no tako je. Težko je igrati z nekom, ti, ko si, bom rekel, nek polprofesionalec,
pa se zdaj omeniti, kot profesionalec, bom rekel, ti naši fanti so zaslužili, pa me govorim, Jurija 2 Jurija, oni so igrali pa za 50 Jurijev, ne. In tam, se veš, na igrišču se va pogliha, igra 40 minut, vsaka prekinitev se štopa in težko je igrati, no, lej. Jaz vem, kak je. Tudi jaz, bom rekel, ko v teku, a ne, ko priješ na enega tega, ko teče enkrat več kot ti, ali pa še enkrat več kot ti, se je težko z njim kosati, no. Da, dobro primerjava. Te še zvabijo, bom rekel, na igrišče, še pobrcaš kdaj, še na kakšen turnir, če greš, morda za dušo, kaj odigraš. Tako da bom rekel, da sem se namerno obul, pa da bi rekel, da so se že zdaj, nisem tako bom rekel, pustimo, da je tisto piknik varianta pa to. Ampak to, da bom zdaj rekel, sem šel na eno tekmo, licencirano, nisem kar par let igral, no. Ampak z otroki brcam v šoli, no, pa še takle, bom rekel, s kakimi veterančki, za skupno dobro, še pa grem, lej. Pa če makar kar z tekaškimi čevlji, lej. Daj, še to mi povej, no, ker poznam veliko rekreativnih, bom rekel, in košarkašev in nogometašev in bom rekel tako, vsaj petina ponavadi ekipe je poškodovana, ne, vsake, ne, to se lomijo gležnji, pa kolena, pa kakšni kolki, pa tako naprej. Posebej, če malo niso gret, pa malo starejši, pa hitro kaj nategneš, pa imaš še zmer željo, pa killer instinkt v sebi, ampak telo morda ne da. Se je tebi kdaj kaj zgodilo takega, recimo, oziroma bi rekel, da šport, kot je nogomet, mali nogomet na vse zadnje, v rekreativni obliki, pa tek, morda ne gre sta dobro skupaj, ker prvi lahko zavda kakšno poškodbo, ki potem narobe hodi pri tekaškem športu. Ja, tole si kar dobro povedal, tole. Da zdaj kombinirati tek pa nogomet to, a bom rekel, da bi oboje dobro delal, hotel dobro delati, to ne šlo. Ker nogomet je le malo kontaktni šport, a ne, in bom rekel, razni udarci, to je čisto normalno, kar pri teku ni. Pri teku, bom rekel, se boš udaril sam, ali boš narodno stopil, ali boš, ne vem, pri trailu, a ne, se, bom rekel, lažje, ki udariš. Drugač pa, da sem jaz sploh, bom rekel, 2-18 leta bolj, bom rekel, se podal v tek, sem zato, bom rekel, zaradi predvsem neresnosti tisti, s katerim sem takrat nogomet igral. In bom rekel, verjetno je bilo to kar dobro. Bom rekel, jaz sem takrat, bom rekel, to je bila res taka odločitev, ko je dobro dela meni, no. Zdaj pa povejmo, to, kar je treba povedati, ne, človek, ki gre, ne, na svojo prvo polovičko, pa odbije uri 20 in to v Radencih, a ne se je ravno tam, ampak je tudi vroče, ne, za božjo voljo, ne. To bi vsak rekel, da je dobro, ne, marsikdo v življenju ne teče polovičke uri 20, ti si jo takole za šalo, mislim, noro, mislim, da ja, si... Izvoli. Čist prva pa ni bila ura 20, veš. Ok, prva resna, to sem jo šel prav poiskat, če si šel pod uro 20, pa ti je malo zmanjkala, ne, mislim, da si bil pa par sekund ravno takrat, ali pa sta bili skupaj z Jožetom Maraltom, ki ga tudi dobro poznamo. Točno, ja. Tako. On je bil pred menoj. Par sekund pred tabo, oba sta bila malo nad uro 20, no Jože še zmeraj vzdržuje izvrstno formo, ravno zadnjič je šel uro 20. Ti bi, če bi zdaj tekel polovičko, pa je v teku še kakšno minuto hitreje najbrž, kaj ne? Ja, mislim, moje polmaratoni so bili taki. Jaz mislim, da ko sem šel prvega teč, sem ga šel z nogometnimi čevlji, s totalnimi krči, od 16 km naprej, mislim, da sem več hodil kot teko, pa mislim, da sem imel, tam je ne, ali bil ura 28 ali ura 32, no. Pa sem si pa kupil tekaške čevlje in pa mislim, da sem šel takoj na uro 24. Pa nisem več, pa sem pa začel, pa to leto 2018, istrski maraton, 2018, tokaj težka proga, malo me je zmanjkalo v zaključku, mislim, da sem tekel uro 22. Pa sem pa sam šel naprej, uro 20 Radenci, uro 18, uro Mozirjo, uro 17, pa sem pa ne trikrat tekel uro 17, bom rekel, z tistimi mojimi 30 kilometri, 35, 25, včasih sem 40 kilometrov dosegel, včasih pa toliko ne, že 20 ne, na teden in ni šlo naprej od ure 17, mislim, sem tekel uro 17, ne trikrat, štirikrat, no. No, pa se spomnim, pa sem pa takrat za tiste konice, 2019 sem se pa kar pripravljal, tako da mislim, da sem tekel 50 kilometrov na 3-4 tedne že, redno. In pa vem, da sem stisnil uro 15, pa sem celo, da bi šel pod uro 15, pa mi ni takrat uspelo, mi je malo zmaklo, v bistvu mi je ura pokazala malo več, kak je bilo pa na koncu, ampak jaz sem bil takrat zadovoljen, lej. Mislim pa, da sem zmožen jaz teč pol maraton, da bom rekel, da bi se pripravil, ne, zdaj rekel, ne vem, ok, pa da bi rekel, da bi iskal eno tako dokler hitro progo, pa recimo Ljubljano, da bi začel tamle, ne vem, da bi se rekel tamle, ne vem, v začetku avgusta bi začel malo konkretno, bom rekel,
malo delati na hitrosti, malo na vzdržljivosti, jaz mislim, da bi tam uro 11, uro 12 bi mogel teči, no. To so pa že časi, ki a ne, nakazujejo, da si pač resen rekreativca. Ne. Uro 14, še poznam, koga je tekel ponevedoma, bom tako rekel. Ne. Ponevedoma sicer nihče ne teče to hitro, ampak uro 11, uro 11 pa pomeni, da maraton potem odtečeš tudi že krepko pod 2 urama 40, recimo, če so že pri tem. Ne. Se potem že spogleduješ 2 urama pa pol. Maraton je pa tak, no, dva sem tekel, v bistvu tako, ko sem lahko toliko rekel, da sem se pripravljal, pa še tako sem se premalo pripravljal, ker jaz te pobe, ko sem jaz poslušal te fante, koliko to trenirajo, koliko dolgo, pa koliko to naredijo, pa to, jaz sem tak, bom rekel, mislim, tako bi ga danes enega gozda ven prinesel, no, glede tega, to jaz pravim, jaz sem enkrat rekel, če pač ne grem teč en teden, bom rekel, včasih tudi enkrat ne grem na teden teč, naredi si se redko, no, ampak ko jaz vem, recimo, ene fanti, če ne pretečeš 80 km na teden, to si že vrgel stran nekaj, ne, in vem, da sem tekel, no, takrat Istocega sem tekel 2:51, na koncu me je ful pobral, ampak sem stisnil in na to sem trpel, za zadnje 3-4 km, če bi šlo več navzdol, ampak to sem tako trpel, mislim, se pravi 2:51, mislim, sem tekel, pa sem še pa jeseni šel v Ljubljano, mislim, 2:47, ampak tudi maraton, čeprav nisem jaz ravno vzdržljiv, no, tudi maraton, mislim, da je spet, da bi se zdaj nekaj kloto, rekel, ala Jani Mulej trening, mislim, da tam mene 2:35, mislim, da bi dal dosegano. A pa vse po 2:40, no. No, to je tam, ko so fanti, Jure Orehek, pa recimo, ne, pa Andrej Mikel, pa... Jure je dober, ja. Maraton, to je njegova disciplina. Tako, no, pa je letos tekel 2:35, pa še malo, pa je rekel, osnovni cilj ni bil čisto dosežen, po 2:35 bi mogel iti, pa se je rekel, to je to. Vedno stremeč še za tistih nekaj sekund. V redu je, Jure, super. Mislim, tako da, v redu, kar ostane na trailih, vse imajo fante že dosti konkurence, en drugega že malo čekirajo, da še ti vletiš tja, pa že prehuda. To je pa zanimivo, ne? Človek teče maraton 4:0, 3:59 na kilometer, pol pa reče, to kljukca ne da se mi več. Ali kako si potem naredil, se pravi, čist nehal teči cesto, pa izginil pač iz te scene, pa vmes, ne vem, tenis nažigal ali nekaj tazga, ne? Kar je zelo fascinantno, pa se potem vrnil čist pri drugih vratih, ne? Pol na pokoronskih zadevščinah, no. Daj mi to malo povej. Ja, to je še ena zanimiva zgodba, no. Ja, tako bom rekel, jaz sem tak, da si malo tako zadam, bom rekel, kaj želim, pa tudi bom rekel, tako sem realen, kaj tudi lahko dosežem. In jaz sem takrat tekel, se pravi, po maratonu uro 17, in sem si rekel, drugo leto grem pa jaz na maraton, ne. Grem kar na Istocega, tam na spomlad, vem, da je, ne, zdajle čez zimo, malo bom polaufali. Vidim, res, tako sem šel tule, sem starejšim gospodu, tule dva sta taka, sta kar tekla, no, zdaj sta, en še teče, en ima nekaj poškodovano, ne teče več, sta že oba krepko čez 60, no. Pa sta tako tekla, bom rekel, tako, za okrog 3:20, pa sem jaz rekel, po 2-3 ure bom pa že tekel. Pa je en rekel, ja, vse zmožen si, samo boš mogel teči, ne, tako ti malo, enkrat bo šel 10, pa enkrat 15, pa enkrat bo šel 25, boš pa kar 42 tekel po 3 ure, ne. Pa sem naredil par takih daljših tekov, neko tam 2-krat, 3-krat, okoli 25-30 kilometrov in sem stisnil takrat 2:51 in sem si rekel, po 3 ure mi je uspelo, ne. In to je bilo za mene, jaz vem, jaz poznam kar nekaj moških starejših, ko so bili relativno dobro tekači, tekli maraton tam uro 19, oziroma pol maraton uro 19, pa jim nikoli ni uspelo. Ne. Drži. Ali pa okoli ure 20, pa ne, sem rekel, ta ura 20 je kar ena taka meja, no, taka pokazatelj in meni je uspelo in pol mi je to je bil nek moj cilj, kljukca, tako se prej rekel, kljukca in nekako pol nisem nekako stremil, da bom šel pa na 2:45, šel pa na 2:40, nekako je bilo dosti mi, in pol so bile tudi, bom rekel, ene stvari, osebne narave, ko so me vlekle, bom rekel, mene dom, pa to mi je ful pomenilo, in jaz sem takrat, mene je bil tek rekreacija, hobija, nikoli nisem jaz to postavljal nekaj na prvo mesto in tudi zdaj ne postavljam in tudi tako bo ostalo. In in pol sem nehal teči, sem tekmovalno, bom rekel, da sem jaz šel na tekmo, sem se jaz prijavil na tekmo, ne vem, nima veze, Radenci, ni bilo več tega.
Pa sem malo igral tenis, pa se veš, pa ta korona je bila vmes, pa tak malo. Sem še pa bom rekel enkrat na 14, sem prišel tako kar obučev, no, pa sem tako tekel na 7-8 km, 6, včasih 4, kakor kdaj. Tako malo za dušo, ne, tako bom rekel, mi učitelji nam super dene tek, no, meni super dene tek, lej. In to je tako, bom rekel, tako ena taka zdravilo za nas. In potem, ja, pol sem pa, bom rekel, malo tenis igral, ko mi je tudi kar spodobno šel, sicer bom rekel, nisem boš tako raztoral, ampak sem bil vse boljši, no. In pa mi je ta možakar, ko sem prej razlagal, ne, Marko Gostečnik, on še pa kar malo tekel, pa za svoje leta še je zdaj, ne, evo, bil je tudi v soboto na Velenje trailu, a ne, včeraj je lej, človek je 60-letnik, mislim, da je otekel mastodonta za tam 5 ur 50, nekaj tako, no. Lej, za svoje leta, jaz pravim, jaz ga zelo cenim, zelo spoštujem, jaz pravim, Marko, tudi jaz sem se kaj od njega naučil, tako bom rekel. To, ko je on, mislim, da v vseh letih, ko teče, mislim, da niti enega odstopa nima. In je v kategoriji je, bom rekel, pri vrhu tule pri nas. Pa je odtekel, lej, K24 km, mislim, da ne 3-krat, pa je zadnjič tekel Obala Ultra Trail, ne. In on me je v bistvu prepričal in sem se vrnil. In sem se vrnil, bom rekel, velikemu slogu, takrat v Vipavi, v bistvu prej sem še Sveti Primož odtekel zelo dober. Mislim, da me Bečan me prehitil, pa ta me je stisnil, ki je bil atletno, ta Lucijan Zalokar, me je stisnil tam, sem malo klecnil, malo gležen svinil, jaz sem malo pešal, on je vzdržal, je bil boljši, močnejši, me je premagal zasluženo, jaz sem bil pa tretji, zadovoljen. In takrat sem pa šel, ja, maja 2023, sem se prijavil na 30 v Vipavo in bom rekel, presenetljivo zmagal, no. To je bila, bom rekel, vedel sem, da sem dobro pripravljen, vedel sem, da nekako, mogoče je bilo malo dosti višincev, da si 30 km, da glede na konkurenco, malo sem gledal konkurenta, da nekako med 10, da lahko prijem, če imam neke smole, a ne, da lahko nekako se dober rezultat dosežem, a ne, ampak nisem pa pričakoval, da bi lahko prišel med 3, a ne, in jaz, ne vem, jaz sem tam na polovici tekme nek prevzel vodstvo, zmagal na koncu, sicer v Krčih tudi na koncu prišel v cilj, jaz sem dal, bom rekel, 105% od sebe, takrat sem res otekel tisto tekmo, bom rekel, prišel sem, ko ne vem, iznenada, no, tisto tekmo pobral, ne, tudi sam sem bil presenečen. No, ampak, ja, Gostečnik te je spravil v trail, ne, ker kot tekač prej, ki si bil pač prepoznan po tem, da znaš oteči kar hitro ravnino in tako naprej, ampak ja, kjerkoli tam, kjer si doma, so sami klanci, najbrž si tudi treniral malo po klancih, da na trail si šel, ker se ti je zdelo zanimivo, ker ti je Marko rekel, da moraš iti na trail, da nisi šel kam drugam, ker si se počutil bolj domačega na stezicah. Zakaj trail pa gorski teki pravzaprav, ne? Ker je to čist, poznam veliko cestnih tekačev, ki jih ne boš za noben denar spravil v hrib, čeprav danes je veliko tekačev, ki delajo vse, ampak vendarle, ne, je nekaj specifičnega, ne? Najprej grist v klanec, trail je spet nekaj drugega, kako da si, se pravim, zaradi Markota, ki ti je rekel, poskusi še to, ali je bil kakšen drug vzgib še zraven? Ja, takle je. Jaz sem vedno, mu rekel, moj kruh so taki položni klanci, no. To sem marsikero tekmo sem dobil, recimo, ne vem, spomnim se tam na Šmartinsko jezero, ne vem, en nočni tek v Mariboru, močna konkurenca, ne vem, 2-3 atleti so se pojavili na štartu, pa sem jih v tistih blagih klancih, to je do 5% naklona, ne. Tam sem jaz ponavadi marsikero tekmo uspel v svoj prid obrniti, no. Ko sem v bistvu imel več moči, večjo hitrost, boljšo frekvenco koraka, ne, in enostavno sem se tam pridobil prednost, ko me pol ni do cilja dobil, no. In enostavno imam to, bom rekel, ti taki položni klanci so moja vrlina in tudi na teh tekmah to mi še zdaj odgovarja, no. In bom rekel, cesta, se pravi, tako sem prej rekel, ne, nekako sem uspel doseči tisto, kar sem zadal in nisem pol nekako več stremel k temu, da bi zdaj pomaknil lestvico višje, ne. Sem pa v teku, mislim, da 2019, ali 20 mogoče, no. Zadnjo tekmo, predno sem pa v bistvu tako zaključil v Idriji trail, 27 km, bil četrti, bil sem smolo, sem zašel tam nekaj na eno, kaj pa vem, tako eno 22-21 km, sem šel tako po cesti, bil vink, tako da se spomnim desno, jaz pa kar po vinku po cesti, mogel pa desno odhole ostro gor zaviti v gost in tudi Žan Žepič se spomnim, da tam zalutal. On bi bil drugi, jaz bi bil zakrat tretji, pa me on pol četrti v bistvu prehitel, da se jaz pol bil četrti. Ampak dobro, izkušnja in nekako bom rekel,
nekako mi ni dal mir tista tekma, no, nekako mi ni dala mir, da pa le bi lahko to tekmo tudi bolj zatekel, oziroma da sem bil bolj pripravljen, pa bom rekel, da nekako mi ni dala notranjega miru in sem rekel, da sem šel pa probat, če trail uteče, prav nekako spusti mi ne grejo, no, in in pa sem šel takrat v Vipavo. Mislim, kakšen prihod na trail sceno, tako le zmago, zdaj pa, da so vsi rekli, kdo pa je tale Tojnes, kje pa se je ta človek zdaj vzel, kako si se pa ti počutil, no, potem, ko si pretrgal traka, ne? Tudi zase nepričakovano, zdaj si pa rekel, to pa nekaj zame, to pa to je to. Ja, fajn, mislim, vse veš, načeloma je ponovadi vedno fajn zmagati, no. Sploh, če si ti dobro tekel, po neki dobri konkurenci, je še toliko bolj, bom rekel, až nekaj šteje. Jaz osebno sem tak velik samokritika, ne, jaz pravim, kura, raj sem tretji, pa sem dobro tekel, ko pa sem drugi, pa sem nekaj mizerno, neko klavrno, pa nekaj sem imel malo sreče, kakorkola, ne. In ne, tista tekma mi je res uspela. No, bom rekel, tam sem bil vse poklopilo, dobesedno. Začel sem malenko z rezervo, pa sem pa pridobival in se spomnim, tam gor na 5 kilometru sem za temu Francozu Dimitriju Šapelu, ki je tudi zelo visoko kotiran, no, tole na slovenski sceni, sem tekel gor, smo tekla drug za drugim, pa še nekaj po angleško sem malo pogovarjala, izmenjevala vmes. Sem bo še jaz rekel, še malo tega težkega klanca in bila ukrepčevalnica, on je šel kar naprej za njemu, pa je bil, da se en tak del gor po tistem grebenu, tam neugoden korenine kamni, sem še enkrat malo gležen zvil. Začel prve kilometre, sem celo z Lucijo Krkot skupaj pretekel tam na 10. mestu, pa sem počas pridobival in pa sem se Dimitrija tam, kaj pa vem, tam nekje na slabi polovici, tam pred ukrepčevalnico, tam v tisti vasi, sem se ga otresel, sem bil hitrostno močnejši in pa sem jaz, ne, se spomnim, tam sem gelo vzel. Tekel sem z lončkom v roki, se spomnim celo tekmo z lončkom v roki. In tam se spomnim, bila je neka vas, sicer ne vem zdaj imena, kako je bilo, v glavnem, in pol je bil še en tak nevaren del in tam mi reče gospod, ne vem, bil je neverjetno z Bosne, Srbije, da ga bom hitro jel ta prvega. In Žan je vodil, takrat Džepič je vodil, pa ni imel takrat mislim, da glih dneva se spomnim. In pa sem ga jaz tam enemu takmu, bom rekel, tako skozi gozd gor, sem ga po enih stezicah gor prehitel, imel sem več moči. Pa sem me pol gor krči pred Čavno, se spomnim. Da sem me krči, teda sem celo malo pohodil vmes po asfaltu, pa je spustilo in prišel sem v Ajdovščino prvi. Malo naskoka pred Žepičem in Svetini in takrat se je res poklopil. In tudi bom rekel, tudi fanta sta mi čestitala, no, oba dva, no, bom rekel, Žepič je bil takrat tudi verjetno tak glavni favorit, jaz sem ga videl kot glavnega favorita. Mislim, no, zdaj pa si ti kar naenkrat postal tisti, ki so te imeli zdaj na radarju, ko si šel, na katero tekmo si šel na naslednjo, pol tam so te pa že pol te fante malo poznali, pa so rekli, ale to je ne tudi prišel. Ja, jaz sem bil tak mislim, vse so me poznali, no, ampak bilo je takrat presenečen, vse pravi, tudi jaz sem bil presenečen. Spomnim se tega Venčeslava Japla, no, ki je snemal in prije on do mene je rekel, me čestita, je rekel, sam poslušaj, je rekel, kaj tebi tam majica, istega maratona, tebi srečo prinaša, je rekel, kura, je rekel, dvakrat sem došel del na 2 tekme, je rekel, obakrat je rekel, tule na Svetom Primožu, si bil tretji tule za zmago. Jaz sem rekel, ne, mogoče pa res, sem rekel, sicer sem jo nosil v različico, danes hotel obleči od konjiškega maratona, pa sem tole oblekel, sem rekel, mogoče pa res. Pa sem pa mislil, pa smo se mislili za Šontarju enkrat na trailu dole, mislim, po Ribenci dajala, pa sem ga tudi nesel za zmago, sam je pa treba je tudi pridodati, da se je tudi nek zgubil, no. Teda, vse mislim, da bi ga premagal, ampak je tam zalutal, tam na nekem 10 kilometru in pol v bistvu sem šel do cilja, malo bolj lagano, ko bi pa drugače verjetno šel, no. Ja, pa Žontar je mu izgovor, zakaj pač, ja, ni dal vsega od sebe. Zalutal sem, ja, Žontar. Še en razlog več, ja, da prideš letos v Ribenco, recimo, naslednje let. Ja, naslednje v Ribenco, jaz sem dal majico Ribenca Trela gor, ker sva se srečala tam si bil drugi, pa letos si bil še marsikje drugi, mislim, Matej, kaj se dogaja zdaj to, kaj zdaj s tem tvojim drugim mestom? Včeraj v Velenju sem rekel, Matej Letojne brani zmago, sigurno bo zmagal, potem ga bom povabil podcast, pa je bil drugi, ampak sem rekel, to za nalažiti dela, ker letos ima več drugih mest kot zmag. Koliko drugih mest imaš letos? Tako bom rekel, letos bo rekordno leto. Letos bo moje rekordno leto glede
teka, glede kilometrov. Zdaj imam, še danes sem tekel tudi, tule imamo eno mozirsko ligo na mozirsko kočo. Bravo, ne sem te Uh, hotel vprašati, prej, če si danes že tekel, ker te ni na stravi, pa evo, si odgovoril na ne, vprašanje, hvala. ja, sem naredil ene, kako, danes sem veliko pretekel, mislim, da 19 km pa ne 1000 višincev sem naredil, da sem še malo pocepal tisto od včeraj, še cepal malo muskel fiber, malo ga je bilo, njega bilo hudega. Čak, kaj smo zdaj ustala, pri čem? Pri drugih mestih, pri Pri drugih zmagah, mestih, ja, bo rekordno leto glede letos glede kilometrov, se pravi, sem si skoraj na 3000, mislim, da se še meni 30-40 km manjka, pa je ne 70 000, 75 000 višincev imam. Drugi sem bil pa letos, ja, velika sezona, veliko sem tekmoval, ni bilo pa nekega presežka, no, bom rekel, nisem pa nadil ene stopničke naprej. No, lej, sej, imam veliko dobrih rezultatov. Ni, bom rekel, ena, dve tekmi, bom rekel, ko sem jih otekel slabš, ko sem bil pa zmožen, no, ampak ni bilo še vedno bilo slabo, ampak bom rekel, nekega presežka, kot recimo UTVV 2023, pa ni bilo. No. Zakaj ni bilo? Kaj vem, da je to, bi se še o tem dalo razglabljati. Bom rekel, ne vem, mogoče sem celo malo preveč tekmoval. In mogoče, recimo, ne vem, spomnim se, za K24 sem bil verjetno v res zelo dobro pripravljenosti. No, takrat sem investiral teko veliko, tudi te počitnice imamo mi učitelji takrat in sem tekel toliko še nikdar. No, bom rekel, julija sem naredil veliko, mislim, da tam 11 000 višincev, pa 350 km, mislim, da sem na toliko, sigurno. Lej, počutil sem se močnega, vse je bilo, ampak ne vem, včasih sem kaj delal, kaj preveč, dan, 2 dni pretekmo, včasih sem, ne vem, vedno je bilo nekaj, na K24 smo se borili za tisto mesto od 2 do 4 z Blatnikom pa s Plančnikom, sem bil tu sfokusiran na ta boj, pa želel sem si pod 5 ur iti, pa sem bil pa tu sfokusiran na ta boj, da sem gelja pozabil jemati, mislim, sem do zadnjega odel tam nekaj čez 20 km in sem prišel, le verjamem, že le z 2 geloma sem prišel v cilj, pa sem se spomnil na gel, tam veš kje, tam malo pred vrhom zadnjega klanca, no. Ko sem bil že čist, totalno iztrošen, to so bile take bolečine, ta krči, bolečine, lej, več me je bolelo, kot pa menino. Mislim, škoda, na koncu je bil pa četrti, ne? Ja, ampak lej, v redu, lej, tudi jaz nisem bil razočaran, lej. Ker si dal vse od sebe, praviš. Tako, vedel sem, da sem stisnil, kar se je dalo, pač, lej, malo sem se, bom rekel, mogoče takrat sam premagal, oziroma sam sem si bil kriv, ampak, lej, treba priti do konca, jaz sem pogumno čestitev, lej, jaz sem vedel, da sta boljša na spustih, jaz sem nekako vedel, da sem hitrejši, da bo trda, pač, lej, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, jaz mislim, da sem bil zmožen takrat teč 10-15 minut hitreje, pa sem, ampak, lej, se veš, cilj je tam, ko je in z 2 geloma za pas, namesto da bi jih vzel prej, dan govorimo na 30 km, pa na 40 smo na predzadnji pričevalnici, le se pravi, jaz se še spomnim, smo še s Sobočano govorila tam dole, je bil pred zadnjim klancu čez most, je bil za avto, je rekel, sem tale zadnji uspon, še imaš pa spust, sem rekel, kako pa zgledam, je rekel, v redu, pa ni bilo 200 metrov više, smer se začnete kar že grabi, da sem se s palcem pomikal naprej, po eni nogi, po drugi sem šepal, celo na drevo sem se naslonil, ker se veš, kako je to boli, ko sto mater. Ampak te krči pa tebe kar lovijo, no, zdaj si že večkrat omenil, da te zakrči, zdaj to pomeni, da še nimaš recepta za boro proti tem zloveščim bolečinam, pač v mečih, stegnih in tako naprej, ali razmeri tok v Iber, da pač te krče sprožiš. Ja, krči pa mene imajo kar radi, no, sicer ne vedno, no, recimo včeraj na Velenju nisem od mene krčil. To je, bom rekel, posledica večjih stvari. Prvo, kar je, ko sem že prej rekel, jaz verjetno premalo tečem. To je prvo, kar je. Verjetno, glede na to, koliko jaz pol, bom rekel, celo ven spravim, imam verjetno malenkost premalo treninga, ali pa, ne, bom rekel, 20%, 30% vse. Jaz vem, tile fantje zdaj, ko so tule, ne, bom rekel, konkurenti, to imajo zdaj, ne vem, 4-5 tisoč večinoma v nogah, ne. Se veš, 2000 km, 1500 km, pa 50-60 tisoč višincev več, pa 30 tisoč višincev več, se pa pozna, ne. In ja, pa tudi tak sem, jaz sem zmožen prek sebe iti, no, tako bom rekel. Jaz grem tisto, ne vem, na 110, jaz sem zmožen 110, 105, 115% iz sebe, manj stisnito. Se pravi, nič ne prihraniš, nikoli ne igraš safe igre, zmeri greš, da se v cilj praktično zliješ ali pa padeš, pobruhaš, če je treba, greš do konca, ja, v smrt. Ja, mislim,
Ja, se pravim, jaz sem zmožen sem iti, no, jaz sem sfokusiran in probam tisti maksimum ven iz sebe stržiti iz svojega telesa. No. Pa zdaj ne treniraš zaradi tega, ker ti ustreza pač toliko kilometrov, kot jih pač narediš za enkrat, te je strah, da bi morda se pretreniral, nimaš enostavno časa. Kaj je razlog, recimo, ker si vendarle, ok, morda šele 2 sezoni, ampak v vrhu slovenskega traila, da pa si poleti, vem, in objavil si naredil, ko si jih naklepal krepko, čez 100 km v tednu, pa tudi višincev je bilo kar nekaj, ne? Tako da si recimo 120, sposoben, ja, nekaj ja, takega, ja. tako, a ne, to narediti. Meniš, da morda bi lahko to boš to delal, ali ni prave dodane vrednosti za tebe ob vsem ostalem, kar počneš, recimo. Tako je, jaz sem imam za amaterje in tudi tek jemljem amatersko. Ne glede na to, kako sem jaz tekmovalen. In jaz bom rekel, jaz nimam da tisto, to pa mora biti, to pa mora biti, to pa mora narediti na teden. Meni ni problem tudi ne z lučko in teč, pa tudi prečihtal, kakorkoli. Ampak, lej, bom rekel, ne vem, služba, pa druge stvari, bom rekel, ne vem, tudi bom rekel, kakšna medsebojna pomoč, ne vem, jaz, ne vem, zdaj hodim enega fantka inštruirati. Jaz osebno bi imel slab občutek, dosti slab občutek, da bi jaz rekel, jaz bom šel pa teč, namesto da bi šel enemu pomagati, ko je potreben pomoči. In enostavno, lej, jaz nimam srca, da bi zdaj rekel, da bi tam tako v tistem fantu, ki je star 7 let, da mu ne bi šel pomagati. In lej, če naredim kilometrov manj, jih pač naredim. Se ne bo za to svet podaril. In pač bo malo manj treninga, bomo pač drugič malo pritisnili, če ne bomo, pač ne bomo na tekmo probo, pa ves tistim, kar gre in to je to, lej. Fante, bojte se, ja, tistih tekmovalcev, ki trenirajo malo manj, ampak imajo pa v očeh, ja, kakšno iskrco več. Ja, pa so zate rekli, da imaš energije, imaš pa veliko, ne, pa zagona, pa da je nekaj v tebi, nekaj je v tebi, en hudir, ki te žene naprej. In to, kar zdaj praviš, najbrž se lepo sklada s tem. Ja, Ja, to pa že od nekdaj, no. To nekako volja pri meni nikoli ni bila problem, no. In naj tako ostane, no. Naj tako ostane, tudi jaz bom se trudil za to tako. In tudi tekel bom še drugo leto, bom še tekmoval malo. Manj kot letos, ampak tudi sem se že malo plane zadal, tako da bomo se še pobockali na kakšni tekmi. niso se te še, ja, ne, zdaj so si poslušali, čak, a mogoče pa le to ne zaključil, mogoče ima pa tudi trail teka dovolj, ne se bati, ja, Matej ima še nekaj planov, ne vendar le mora zbrati še vse kamne za UTMB, pa tako naprej, tako da se ga boste še nekaj časa gledali, ampak preden nadaljujeva s trailom, ja, ti si omenil, inštruiraš enega fanta, sicer si pač pedagog, delaš v šolstvu, odkje, pač to ni samo poklic, to je ene vrste poslanstvo. Ne? Ni vsak za učitelja. Vemo, tisti, ki imamo otroke v šoli, pa tudi nasploh, vemo, da šolstvo ima svoje izzive, rekel, zadnja leta, desetletja jih bo še imelo. In da je morda ne, tudi manjko, rekel, mladih entuzijastov, mladih fantov in deklet, ki se odločajo za ta poklic. Recimo, kaj je tebe povleklo, ja, v prosveto, v učiteljski poklic, ki, roko na srce, ni več tisto, kar je včasih bil, saj z mojega vidika, jaz zelo, bom rekel, spoštujem, rekel, učiteljski poklic in mi je včasih, bom rekel, tudi na en način hudo, ko gledam, da je nek avtoritativni del in ta del, ki bi ga mogel imeti, bom rekel, človek, ki je učitelj, ne, pač tudi ta poklic zgublja. No, in kako, da si se ti odločil, da si pač že v svojih 30-ih, ne vem, 15 let nazaj, da bo pa to tvoja življenjska poklicna pot? Ja, glej, vsak nosi nekaj oseba, ne. Tako jaz, tako ti, tako drugi, ne, zdaj bom jaz rekel, odločiti se tam na koncu osnovne šole pri 15 letih za neko pravo stvar, to je kar umetnost, uganka, bom rekel, bolj. A ne, in jaz, da sem se jaz odločil, ja, tako bom rekel, kar od nekdaj sem kar rad tako delal z otroki, no, in tako bom rekel, prve izkušnje pri tem delu so bile oratorij. In pol pa se spomnim, jaz sem šel na gimnazijo, pa ne vem točno, kaj sem upisal za prvo željo, ali nekaj za šport, ali kaj, ne vem. Pa sem drugo željo, pa razredni pouk, in sem takrat pol nisem bil za prvo željo, dobil sem šel razredni pouk, Maribor, malo bom rekel, malo nisem vedel, kaj pričakovati, ampak, lej, tista, bom rekel, opazovalna praksa, v prvem letniku faksa,
je pokazala, da pa jaz pa to kar, bom rekel, da ni meni to neke tuje, no. Ker bom rekel, le nas je bilo na faksu dobrih 100, od tega nas je bilo 15-12 moških, drugo seveda ženske. Ene se odločijo, v bistvu tako bom rekel, v prvem pa drugem letniku se pokaže, kdo je za to, pa kdo ni. In jaz sem ustrajal, bom rekel, ene stvari so mi bile bolj blizu kot druge, a ne, in sem študij tudi dokončal, čeprav bom rekel, jaz sem bil v tiste generaciji, ki so imeli totalne probleme s tem. Kakšne probleme smo imeli, mi smo padli v bistvu prvo generacijo bolonjskega študija, ko smo se v bistvu mogli faks doplačati zadnjo leto, kar ni bilo nikoli takrat, da si v bistvu lahko ti magisterij naredil, ne. Ker prej je bilo v bistvu samo 4 leta študija in si imel ti v bistvu, si postal profesor, takrat pa so pa dodali, ne vem, 2013, mislim, da je bil magister profesor potem, ne, naziv, kar je v bistvu bilo bolj, bom rekel, na papirju, kot pa kaj drugega. In pa sem v bistvu eno leto takrat zgubil, sem v bistvu, da sem mogel si plačati kar konkretno vsoto denarja, da sem si jaz to zaslužil, pa da sem študij dokončal, ampak sem rekel, študij bom dokončal in sem ga dokončal. Nisem takoj dobil službo v šolstvu, delal sem še vse drugo. Bom rekel, da sem tak delovni človek, mi ni treba, mi ni problem za delo pa prijeti. In pa sem 2019 dobil prvo zaposlitev v šolstvu. Se veš, vsak enkrat začne. Pa imam tudi boljše in slabe izkušnje za seboj. Je pa tako, časi nam niso ravno naklonjeni. Kot si že prej rekel, tudi bom rekel, nagledajo na nas, vse ne gledajo vsi tako, ampak bom rekel, več je lepo rečenja, kot pa da smo dejansko cenjeni. Pa ne bom rekel, da je bilo vedno tako, ampak bom rekel, skozi prakso marsikaj vidiš. In ja, učitelj se z marsičim ukvarjamo, zdaj marsikatero odločitev nas pa tudi teče, ne. In zdaj recimo pa kar nekaj nas je take, ko kar pariramo, ne, seveda bom rekel, Martina Klančnik Potrč je, seveda ona je klasa. Pa tudi recimo Anja Zima, Maja Laznik sta obe zelo dobri, kotirata zelo visoko. Jaz, še kdo, David Plevnik, recimo je včeraj tekel na Velenju, ko v bistvu skozi tek to, bom rekel, to stres in ostale stvari dobro ven spravljamo. In mislim, da nas je kar nekaj takih, no. Zdaj ne vem, koliko nas tekmuje, ampak jaz sem si zdaj 4-5 povedal, ko jih sam poznam. Ja, zdaj pozivam zunaj vse učitelje, ja, pustimo učiteljice, ja, Martine živijo, pa Anja, pa tako naprej, se poznamo, lepo poučujte svoje razrede, ampak moški me predvsem zanimajo, ki so procentualno res v manjšini, kar mi tudi ena od stvari, za kar se mi zdi škoda, ne, da v šolstvu ni več moških, ampak če je še zunaj kakšen učitelj, ja, ki je boljši tekač kot Matej Letojne, ne se mi prosim javi, sicer ga zdajle proglašam, ja. Prej bi lahko rekel najboljši tekač med malo nogometaši, zdaj bom rekel najboljši tekač med učitelji, pa vas izzivam, ja, da mi pripeljete nekoga, ki je hitrejši, ja, da vidimo, a ne. A imate kakšne, bom rekel, šolske, nam rekel sindikalce, kakšne sindikalne igre ali pa kaj takega, da bi se učitelji med sabo pomerali, samo učitelji na kakšnem tekaškem tekmovanju, kot imajo recimo, ne vem, kakšni bančniki, pa imajo to kakšni drugi cehi. A veš, da sem dobil lani povabilo, a je bilo mogoče letos? Če je bilo pa za začetku leta bolj, ali pa, ne, letos je bilo maja, je bilo neko tekmovanje v Kopru in je eden srednješolski učitelj, je bilo, ne vem točno zakaj, je mene kontaktiral, če bi šel teč za štafeto, mislim, da ste pa 4x400 ali 4x1000 ali nekaj tajega. In glih takrat so bile te trojke, ko smo tekli z Osvaldo iz Ribnice pa za Avgustinčiču, in pa nisem šel, no. Drugač pa drugega ne poznam, kaj se tiče tekaške plati. Imamo pa smučanje, no. Smučanje imamo, to vsako leto napademo, teda. Tudi tam je kar dobro gre, no. Mislim, da smo bili 4. ali 5. Ampak smučajo pa tudi dobro, se veš, ti športni pedagogi pa to, ne, ko so licencirani pa usposobljeni strokovni, se tudi tam pobockamo, bi rekel, tudi na snegu, ne.
V šolah, kjer si služboval, pa službuješ, ja, so najbrž tudi športniki, ja, športni pedagogi. Debatiraš daj v njih, z njimi o teku, oziroma kdo reče, Matej, a lahko jutro vskočiš, ti si športnik, a ne, jaz imam eno druge obveznosti, pa boš ti razred pač pelal na en kros. Ja, veš kaj, to vodstvo načeloma dela, drugače pa ja, seveda, to je delo se razpolaga. Zdaj, včasih se, bom rekel, tudi zdan se jutro, kaj zgodi, sicer tega si noben ne želi, a ne, ampak veš, tu kakšna bolniška, kakšna višja sila. Drugače pa ja, res osebno sem prisostuje v marsikaterih, a ne, tudi v šolah v naravi in tako naprej. Tako da. Meni tudi odgovarja to, tako ti bom rekel, a ne, da nisem sam v razredu. Mislim, Da malo kolobarim, no, mi paše. no, se to, ker imaš toliko enih veščin, pa znana, ne, ki bi bilo škoda, da jih ne bi pokazal tudi rekel mladim generacijam. Povej mi, v šolstvu ti si učitelj razrednega pouka, ne, pa popoldanske imaš, pa jutrnike, pa ni da ni, ne, kot vem, delaš marsikaj. Ne. Najboljša stvar v tvojem poklicu, ne, pa kaj je morda najtežja stvar biti, rekel, učitelj, dan danes, v letu 2014. Kje začnemo? Najboljših ali bolj tistih na minus ali plus? Izvoli, izberi sam. Ja, lej, bomo začnemo zdaj, pa rečemo, da gremo naprej na plus. Tako je, tudi prej si govoril neko poslanstvo. Težko delaš učiteljski poklic, če nisi za to, no. In poznam jaz nekaj ljudi, ko tudi obupajo. Že potem po študiju, pa tako, že ko začnejo delati, pa bom rekel, pa malo vidijo ene stvari. Plusi so, lej, jaz osebno že delal z otroki, ki je plus. Tudi tako bom rekel, jaz moram reči, kot učitelj, tudi otroci nas nekaj naučijo. In ne, bom rekel, jaz se trudim, da otrokom dam, vsak od učiteljev ima nekaj moče, nekaj ni, tudi jaz sem tak. Nikjer ni vsak 100%. Ampak bom rekel, ko pa mi vsak nekaj da, pa damo otrokom krdost. In jaz osebno že to, ne, da sem jaz tam, da lahko otrokom, bom rekel, ne vem, bom rekel, na mene marsikjer vzanč, ne vem, večkrat že keče. Učitelj Matej, zadnjič sem vas pa videla, če prišla deklica, zadnjič sem videla vas pa po televiziji, ker je bila neka snemanja na nemu teku, a ne, pa ste bili gor, a ne, pa zadnjič bomo prispevko, pa podebatiramo o tem, a ne. Pol recimo, ne vem, izkušnje štejejo, doživetja, bom rekel, zanimivo je ta, bom rekel, tisto standardno pouk, tisto, a ne, bom rekel, šola, učilnice, to, a ne, pa že tisto, ko greš malo ven z učencih, pa tudi na kakšno ekskurzijo, pa če greš kot, bom rekel, nek gost, spet drugega je tisto, ko greš v neko šolo naravi, ko greš nekaj smučati, ko se tam marsikaj zgodi, a ne, in je vse od smeha do raznih, a ne, prigod, do, a ne, si marsikaj povemo, učitelji, učenci, a ne, se druga poslušamo. Teda je prijetno, tako bom rekel, lej, pridejo fajn časi, pridejo pa težki časi. Težki časi pridejo, ja, bom rekel, no, jaz osebno nimam tak težav s tem, no, nekako bom rekel, sem psihično kar močen. Vem pa za sodelavke, ko pa ene zatrpijo, tudi ne zmorejo celega šolskega leta. In ja, kar vseh sort je, no. Od tega, od raznih staršev do tega, da bom rekel, da je otrok vedno prvi, ne glede na to, kaj se naredi, tako da je kar, ne bom rekel, to psihično, ta stres, je pa druga skrajnost, no. Lej, kaj je plus? Počitnice so tudi plus. Jaz pravim, vedno počitnice vedno dobro denejo, ni važno, kdaj so, tako nam kot otrokom, lej, in malo za glavo, malo za odklop, nekako, to je, mislim, da sem ti kar odgovoril. A si strok učitelj? Matej, da to ne si strok, si dosleden, kako bi sebe opisal, ali pa kako te mogoče, otroci so iskreni, praviš, da imaš tudi iskrenost, verjamem, da so otroci najbolj iskreni ljudje, mali ljudje na svetu, kjer ti znajo povedati, če je treba obraz kakšno stvar, ki odrasli ne bi. Kakšen učitelj si po mnenju recimo otrok, oziroma kar si zdaj dobil feedbacka? Kaj te ne vem, tako sem pa rekel, dobil sem v teh dobrih 5 letih, kar delamo v šolstvu, sem marsikaj doživel. Od zelo lepih trenutkov do takih, ko bi marsikdo pustil pa vrgel puško v koruzo, a ne. Ja, jaz sem srčen človek in do otrok načeloma sem srčen. Bom rekel, se trudim biti strok, sem strok
bom rekel, načelen sem, ampak včasih bom rekel, lej, tako sem rekel, tudi mi se še učimo, a ne, tudi jaz se še učim. In, lej, vsaka izkušnja šteje, pa ne v katerem koli oziru se obrne. Recimo, da, ja, ok, da smo vsi znalci za to šolo in jaz, se pravim, sej se z otroki pa šolanjem naših otrok se ukvarjamo, morda včasih celo malo preveč, saj za moje pojme, no, pa eno stvar, ja, jaz se nočem, mislim, pa se moraš angažirati, se angažiraš že za dobro otrok, ampak ne pretirano, ne, spremljam malo kurikulum, pa tudi ne dajem nekih vrednostnih sob ves čas, no, čeprav se o tem veliko pogovarjamo, zdaj, ko imamo najstnike doma s kolegi in tako naprej, kaj bi mi spremenili, pa kaj bi otroke morali naučiti v šoli in tako naprej, pa kaj, mislim, jaz imam tudi svoje mnenje, kaj je vloga starša, ne? Pa kaj ni za prelagati na šolo, Bog pomagi, ne? Včasih bi kdo vse preložil na šolo, ne? Pa pravim, neke so vzgojne metode, neke so starševska odgovornost, ki jo moraš otroku dati, pa vrednote in tako naprej, ne more ti v šola nadomestiti vsega, ne? Kaj bi ti spremenil, recimo malo provokativno, pa ne rabiš na to odgovoriti, lahko mi tudi rečeš, da o tem ne bi v kurikulumu. Kaj bi ti dodal v kurikulumu, mogoče vzel dan današnji, zdaj, ko poznaš ta ustroj že kar dobro, ne? Pa bi rekel, joj, ne? Ja. To pa manjka, recimo, tega bilo pa lahko več, morda bi za dobro otrok in celega procesa in razvoja, bom rekel, teh ljudi bilo pa skoraj da fajn, da bi še dodali, ojačali, plemenitili, izvzeli, karkoli že. Izvoli. Ja, sigurno, lej, bom rekel, no, ta spoštljivost je zelo, zelo problematična, no. Zdaj, daleč od tega, da je problematična pri vseh, no, ampak jaz pravim, to, da otrok, ko pride v šolo, da ne pozdravi, veš, to, mislim, a veš, tisti minimum, a ne, bom rekel, lej, to, ja, vseh sort se dogaja, no, spravim, to, tako je sistem obrnen otrokom v dobro, to Še nikoli v to ne zgodovini vem, ni to je, bilo. to je Ne? tak, približno tako, tako bi rekel, da je midva mama izpit za avto, pa lahko ti za avto delaš karkoli, ne vem, rušiš tam ograje, podiraš hiše, ne vem, kaj vse delaš, a izpita za avto ti ne more vzeti. A veš, enostavno bom rekel, so stvari tako obrnjene, zasnovane, da ne, otrokom, da jim je to osnovno šolstvo omogočeno in sej, bom rekel, sej niso stvari tako slabo postavljene, ker se pa bolj, bom rekel, izvajajo. No. In bom rekel, če še imaš pa vodstvo tako, da je to, ne, jaz točno vem, ki se nekatere stvari obračajo, kako so postavljene, to hitro malo vidiš. Jaz sem videl pri učiteljih, pri učiteljcih, ne vem. To, ko sem videl pri učiteljih, enih stisk, pa to, sem se rekel, pa to, ne vem, če bi mene en vprašal 5 let nazaj, da vem, kaj taka videl, bi rekel, pa 1000 evrov tole vrna mizo vržem, da kaj taka nikoli ne bi bilo. Mislim, je morda to razlog. Prej si rekel, to me tudi zanimivo bilo, ne? Da nisi dobil takoj poklica v šolstvu, po drugi strani berem članek, da manjka v Sloveniji 4000 učiteljev, da vem, na predmetnih stopnjah, bom rekel, skoraj da že hišnik mora učiti fiziko pa kemijo, ker ni v teh učiteljev pa matematiko in tako naprej. Ne? Morda To je res. tudi to povezano s tem, kar so zdaj ugotavljala, da ljudje nočejo iti v sistem, ki je, bom rekel, tako stresen, rajš štemplajo neki obrazce, če kar to rečem, ali pa delajo neki drugega v komerciali, pa se ukvarjajo z drugimi stvarmi, kot da bi se ukvarjali na eni strani z otroci, pa potem s sistemom, pa starši, pa z birokracijo, pa z omejitvami, ki so na vsakem koraku. Ja, veš, kak je. Prej smo govorili o koroni, no, nekaj. Ta korona je kar malo dala marsikomu od staršev, ki je vedno. Marsikdo od staršev je ugotovil, da le šola pa le ni kar tak nekaj, tako nekateri pojmujejo, saj niso vsi taki daleč od tega, ampak pa letiš pa kar na konkretne. A ne, in bom rekel to, a ne, da učenci so danes dolgo v šoli. Bom rekel predolgo. Jaz osebno nisem tako dolgo bil v šoli, ko sem hodil v šolo, mislim, da 5 ur, 6 ur maksimalno je bilo to. Lej, nekateri učenci so pa danes v šolah, tako bom rekel, od 7 zjutraj do 4 popoldne, to je pa dolga doba. In mi se z marsičim badamo in jaz osebno čisto razumem človeka, ko reče, jaz pa ne bom več v pedagoškega poklica opravljal. Lej, sploh bom rekel, na predmetni stopnji so še podvrženi marsikaterim večjim stresnim situacijam, kot si mogoče pa jaz. In ko si pa prej omenil, glede te zaposlitvenih zadev, ja, učitelj zdaj primanjkuje in osebno jaz, kot moški za razredni pouk, jaz se lahko skoraj dobesedno službo zbiram.
In ne vem, bilo je pa včasih drugače, recimo, ne vem, jaz se spomnim, jaz sem svoj čas poslal prijav, mislim, da 83, 84 prijav sem dobil takrat odobreno, ne. In se veš, vsak enkrat začne in ampak če bi še enkrat, rekel bi še enkrat šel, lej. Ja. Je To pa sem- nekaj, no, to sem hotel slišati. bom pa nekaj pridodal še. Imam pa željo se preizkusiti kot učitelj na Centru za šolske in obšolske dejavnosti. Sem da malo vidim, bom rekel, zdaj se tam vidim, a ne, jaz bom rekel, jaz sem, vse veš, tečem, sem tak zunanji tip, ni mi samo tista kreda tabla in ta varianta, a ne. Da grem z otroki ven, a ne, in tam je pa bolj tako delo, a ne, in sem rekel, sem da vidim, da provam to razliko, a ne. In upam, sem bil že na 2 razgovorih, da tudi to izkušnjo dam čez. Prav. No, ti želim, da ti to uspe, Matej, evo, vidiš, a ne, pa da bodo pač rekel, šolari iz cele Slovenije pol hodili v ta tvoj CŠOD, kjerkoli boš, a ne, pa da jih boš dobil v roke, pa iz njih naredil, morda za odtenek močka bolj trpežne, ja, ljudi, a ne, ki bodo radi imeli naravo. Nasploh se ti zdi, veliko je govora, pa s to temo zaključili, pa jo pa pelala spet naprej v tek, se ti zdi, da so današnji otroci poleg vsega tudi premalo gibljivi, pa bi se lahko gibali več, oziroma če se navežem na pol prejšnje vprašanje, bi bilo lahko več športne vzgoje ali pa kaj česa drugega, kar bi otroke pognali, recimo za božjo voljo, če praviš, nekateri so tudi pa cel šiht v šoli, pa več ali manj sedeči, ali pa primer, laufajo samo med odmori, oziroma tam, kjer ne smejo, ne pa tam, kjer bi lahko, so res ti otroci, energični, ampak te energije pač ne spravijo ven na tistem gibanju, ki bi ga mogli. Tako ti bom rekel, ti lahko imaš v razredu razred, ko je motorično, mi rečemo temu motorično, a ne, zelo dober. Ne vem, jaz se spomnim, moji prvi učenci, ko sem bil razrednik v 2. razredu, so bili neko tako povprečje, imel sem vse, lahko pa naletiš na take, bom rekel, ko dobesedno, eni tudi teč normalno ne znajo, pa ne zato, ali pa hodijo, pa ne zato, ker oni bi bili neke gibalno ovirane, ne. Ampak nimajo tistega, bom rekel, tistega minimalnega, ne vem, osnovnega gibanja so malo zamudili in imajo pa mogoče malo prekomerno težo in se pojavlja vse sorte. Jaz pravim to, a veš, kotaljenje, valjenje, prevaj, to so take temeljne stvari, no, ja, in jaz jih v gibanje kar zelo spravljam. Pa jaz z njimi se igram, a ne, pa se malo požogamo, pa drugo, tretje, pa malo in vse veš, in to otroci vidijo in kdor je tak ceni vidi, a ne, in tudi otrok tebe začuti in tudi ti njega začutiš. Super. Lepo si to odgovoril. Še imam upanje v slovenski šolski sistem, dokler bodo, bom rekel, šolniki, kot je Matej Letojne, pa še pozivam fante tam zunaj, dajte, rabimo več moških v tem poklicu, z vsem spoštovanjem do učiteljice, ampak pridite noter, rabimo tudi malo še moškega momenta, bo za vse boljši, in za fante in za punce. Matej, pretreli sva, veliko si tekmoval letos, daj mi povej, imaš kakšen trel ali pa tekmo, ki ti je res ljuba, pa boš tja hodil vsako leto, tudi ko ne boš tekmoval več toliko, ker je pa res tako dober, ker ti pa res tako sede, leži, trasa, organizacija in vse ostalo, da je res dober. Ja. Treli, bom rekel, da bi zdaj rekel, da bi imel nekega ful favoriziranega, bi rekel, da je ta mi pa prvi, ne vem, da bi ga zdaj nekaj izluščil, mogoče tam je K24 pa Velenje trail, sta mi malo bližje, mogoče zato, ker sta mi tudi lokacijsko malo bližja, tudi v soboto, ko sem šel, ne, včasih paše, da se malo dlje časa rabiš voziti. Drugače pa, traili nekako, bom rekel, kar gredo nekako v isto raven, vse se malo razlikuje, ampak bom rekel, so neke določene nagrade, določena konkurenca se pojavlja, neke malo močnejše, zdaj nekako je podoben trend. Osebno jaz zelo rad grem na, bom rekel, na 2-3 prireditve in sicer verjetno mi je najbolj ljub mi je Miklavžev tek, to sigurno njega dam na prvo mesto, pa tudi kar KGT Papež organizira, no, to mi je tudi, to organizatorji teh 2 prireditev, mislim, res to jih, pa ne bom rekel, da zdaj drugi pa nekaj, zdaj pa se nekaj balansirajo, pa da vse slabo, ker ni, ampak tu mi je pa res tisto preprostost, domačnost, tista, veš, tudi konkurenca,
navijanje in lej, tam bom pa še tekel. Če bom še kaj tekel, bom pa še tam tekel, tako moram povedati. No, če pride 500 ljudi na en gorski tek, ki je dolg 5 km, ja, potem to marsikaj pove ja, o samem dogodku. Ja, pa veliko je tekov gorskih in drugačnih v Sloveniji, pa bi za 500 marsikdo ubil. Tako da jaz sem bil tudi prijavljen na letošnji Miklavžev tek. Po dolgih letih bi spet prišel, pa sem nažalost fasal eno virozo in pa sem fotke gledal potem Timoteja, pa Roka Puharja, pa potem pa tebe, ki si jim dihal za uratnik. No, pa sem rekel, pri taki konkurenci. Ja, mora biti človek pripravljen kar dobro. So ti ljube razdalje, recimo te krajši gorski intenzivni teki, ali ne vem, imaš raje te 30 traile, mogoče malo daljše zadeve, kjer je malo več taktičnega dela? Ja, ljube. Bom rekel, jaz kar, da bi zdaj rekel, grem kar in na 30 km trail, in na takle 5 km z neke višinci rad, da bi zdaj rekel, zdaj je pa malo specifika, ne, lej, tam pač moraš biti malo vzdržljivost na drugačen način pripravljen, kot pa tukaj, ne. V glavnem Miklavžev tek mene prepriča z organizacijo, s preprostostjo, z tistim, kar tekači dobimo. No, jaz to zelo gledam na to, kaj mi damo in kaj mi nazaj dobimo. To jaz gledam ogromno. In zelo sem striktn glede tega, tudi marsikomu od organizatorjev sem že kaj povedal, ali v plus ali v minus. In ta Miklavžev tek je res, meni se je usedel v srce. No. Dvakrat sem bil in to je bil mene Fritz Franci Volkar mi je povedal za to tekmo. Tudi eden od tistih, ki jih cenim, tudi od njega sem se kaj naučil, se spomnim enkrat, me je pošolal. Me je pošolal 2018, mislim, na Okonicah me je pošolal, smo se borili za 3. mesto na polmaratonu, jaz pa Aleš Debeljak, pa on. Pa se spomnim, tam do enega 13-14 km, ko greš iz Konic proti Zrečah, se malo teren dviguje. Tam sem bil pred njima, tako na razdalji, tako 40, 60, 80 metrov konstantno, nista mi prišla bliže. Ko se je pol želo obračati, veš, pol nazaj proti Konicah, veš. Je pa se veš, pol pa malenko se spušča, ne, in jaz tam nisem mogel več, tam gor sem še držal, ne, 3,45, 3,40 ritem, no, malenko smo zgor, tu nazaj pa je tam šlo 3,35, kaj več nisem jaz pravil, trpil sem, bolelo me je, nisem bil tako pripravljen, se veš, glava bi, telo pa ne da več, ne, sej, jaz sem hotel, pa nisem več mogel, in vem, da me je pošolo, tam imamo 16 km, in šel mi mene, mislim, da me je pol za 2 minuti skoraj premagal. Sem mu dal roko, v cilju bral, se neko vsaka čast. In tam njega sem se naučil, čakaj malo, ni pri 15 km cilja, ne, pa celo tekmo se tisto vzdržljivost nateže, ne, da pol ti padeš tam iz ritma 3,40 a veš, pa bi mogel pa še zaveš, pol je pa lažje tež tam na 3,30, na 3,25 pravi, tam, ko se pol tekma lomi pa odloča, ne, tam so nianse in tam se pol vidi, bom rekel, moč, vse se pokaže, fizika, psiha, vse. Ja, mislim pa izkušnje, ja, taktične in tako vse ostale in bravo, vidiš, ja. Imaš ti kar nekaj tekačev, ja, ki si jih že omenil, še koga lahko izpostaviš, no, ki ti je vir navdiha ali pa tako naprej, katerega rad ali v živo ali pa tudi drugače spremljaš, pa kaj od njega pogledaš? Ja, Jani Mule je tudi en tak, no, bom rekel, zelo smo si tudi podobna, no, oba smo taka samokritična. Zelo mi je všeč njegovo razmišljanje, njegov odnos, njegov pristop. On, kako on pogleda na to, kako on teče. Čakaj malo, danes sem pa v redu tekel, danes pa nisem v redu tekel, pa zakaj? Pa ne, pa rekel, ne, danes pa bil sem, spomnil se, sama se enkrat pogovarjala, je rekel, ne vem, pa je tekel uro 11 polmaraton, pa ni bil zadovoljen, ne, rekel, kura, veliko sem treniral, ampak skromno za to, koliko sem treniral. Ni bil, enostavno mi je všeč ta njegov odnos, tako ko gleda in to njegov realnost. On je zelo dober, že vrsto let je špice ali pa blizu špice, ampak on bo zmeraj rekel, jaz sem toliko zmožen, ne vem, Kobe, Krevs, Puhar, to so pa še eno stopničko boljše od mene. In on mi je zelo všečen, in vem, da lani na Rožni telo sem ga premagal, je prišel cilj do mene, je rekel, bravo, vsaka čast, je rekel, premočan si bil na vzgor. Je rekel, si tam tule, sem polovil tebe, pa še ne vem, je bil Bregar, kjer je bil, smo se tam, jaz mislim, da je bil drugi, en je bil tretji, Mule, vem, da je bil četrti. Je rekel, dobiš revanšo, pa se še potem nismo se še rukali, ampak mislim, da se bomo pa dolgo leto, ki je rekel, pa nek na Gorenski magar. Tako da, ja, Anja zelo cenim.
V tej Trelašev pa, ne vem, Žan Žepič je zdaj naredil letos en korak, je odskočil malo od nas, bom rekel. Mislim, da tu trenira tako konkretno v Iberture. No, pa recimo Nejc Blatnik ima eno zelo dobro sezono, z njim smo večkrat takrat tudi skupaj potekla. Je velik teče, dobro mu gre, težko ga je premagati. No, težko ga je premagati, pa bom rekel, le Janez Klančnik, ostali ti, ko so, bom rekel, standardno dobri, no. Pa recimo, ne vem, jaz vidim tudi te fante mlajše, ko prihajajo, ko jaz, bom rekel, malo znanje, predajam dobesedno tu z njimi, kaj potečem. Tudi tako je bil tretji, recimo zdaj na Velenju trailu, smo letos pretekla, bom rekel, ne vem, 100 km sigurno skupaj. Le je napredoval, le je tekel pol maraton, recimo lani uro 19, letos že uro 15, če dalje bolj konkurenčne na trailih, a ne. In le, jaz sem vesel za te pove, zadnje, ko prihajajo, ker tudi jaz sem počasi kar malo pogrešal to, da bi zdaj rekel, da bi jaz od enega imel nek navdih, pa to, jaz sem se po teh drugih skliceval v Sloveniji, ne, tudi v naši bližini, pa kar ni bilo enega ta, ko bi rekel, da bi jim tekle kaj povedal, pa to delaš narobe, jaz sem ful imam rad kritične ljudi. In spomnim se recimo leto, ko sem tekel cela Logarska, je prišel ta, ena od legend, Stane Barber do mene, in rekel, poslušaj, rekel, ti si v teku odlično, rekel, sam delaš pa dovolj napako. Sem rekel, kaj pa? Rekel, čuj, rekel, od vode ali nič? Je rekel, lej, vode imaš 2 deci, ti na krmčevanju čisto dost. Je rekel, mi včasih nismo imeli nobenega gela, je rekel, ničesa, je rekel, mi smo samo, edino, kar je bilo, so bile rozine. In to je bilo, veš, bom rekel, to preizkušenje, ne, to, kaj tebi da, oziroma tvojemu telesu, kako to se odziva na to, enostavno, lej, veliko se lahko naučiš, no. In jaz sem ful vesel za ljudi, ko ti povejo, ko te tudi pokritizirajo, in imam zelo rad take ljudi. Mislim, ja, recimo, da to govori tudi o tem, da si mentalno zrelejši, morda močan, da ti kritika mogoče da nek konstruktiven pogled v to, kaj bi lahko naredil, ne pa te užali, ker marsikoga, če bi komu rekel, pač, to pa ni bilo na tvojem nivoju, mogoče bi pa lahko to popravil, pa ti bo rekel, veš kaj, zase se brige, ja že zase. Ampak v bistvu, da moraš pa na ta način napredovati, če morda ne sprejemaš feedbacka od tistih, ki morda zadevo vidijo drugače kot ti, celo boljš, no, se sam sebe morda ne vidiš zmer v celoti takega, kot bi se moral videti. Zato imajo ljudje trenerje, tudi rekel, rekreativci trenerje najemajo, da jim le ti govorijo, kaj morajo ti delati, pa kaj dobrega, kaj slabega. Si ti kdaj razmišljal v tej smeri, oziroma se ti je kdo ponujal, da bi bil tvoj trener? Ja, ne, jaz osebno tečem sam po svoji glavi, po svoji pameti. Je bilo tule dole, je bil eden, ampak bom rekel, ni bilo dosti konkretizacije. No. In tudi jaz bom rekel, nisem nekako rabo, tudi bom rekel, tako iskal ga samoiniciativno, nekaj hudo nikoli nisem. Pa tudi mislim, da zdaj verjetno, da slabš ne bi bilo, ne. Ampak jaz mislim, da kaj dosti večjega presežka pa ne bi naredil, no. Tako bom rekel, ker vsak od nas ima en vrh. Jaz marsikomu povem, jaz nikdar ne bom tekel v klanc, tako teče Cvet, pa Bečan, pa Španring, pa nikoli ne bom vzdolj tekel, tako teče Tratnik, pa Žepič. Lej, vsak je nek močan, nek mogočni, jaz vem, kje sem jaz močan, kje sem šibek, jaz to nimam problem v tem povedati. In jaz mislim, da sem kolikor toliko svoj vrh dosegel. Ok, ne bom rekel, ima se še lahko, bi rekel, še malo z intenzivnostjo treningov pa s temu, ampak jaz tudi vem, koliko sem jaz pripravljen investirati. No, tako, ja. To je pomembno, ja. Da je pomembno, da pošteno poveš, da tudi če je manevrski prostor, če ga ne boš želel pač na en način do maksimuma izkoristiti, ga pač ne boš, in se tega dobro zavedaš. Letojne, zakaj nisi včlanjen v kakšen klub, ki je član Atletske zveze, da bi pobral kakšno medaljo na državnih prvenstvih, ker poznam veliko takih zgodb že z prejšnjih generacij, ko fantje pač tudi na večjih tekmovanjih, tudi na svetovnih prvenstvih niso dobivali medalj, pa tudi na državnih, zaradi tega, ker pač niso bili v klubu, ki bi jih prijavil uradno na neko državno prvenstvo. Ti bi letos recimo mirne duše lahko odnesel kakšno medaljo, tudi za državno prvenstvo, oziroma lansko leto pa pač nisi klubski človek.
pravi klubski človek. Zakaj? Ja, to je tema, ki buri duhove že vrsto let. Glej, v tem sem jaz kar nekaj prebral, bom rekel, ko sem jaz s tekom bolj resno začel, no, takrat se spomnim glih na varianta Mista Radenci 2019, takrat mislim, da je Žont razmagal, Koprivnik je bil drugi, kakorkoli, pa njega tako, da ga ni bilo, da ni prišel cilj, a ne, pa je prvo leto bilo to razpisano, ko skoraj noben ni vedel, zdaj so zadeve vse, bom rekel, javno objavljene, da zdaj se ne moramo ali pa ne morajo ljudje sklicevati na to, da kaj kdo ni vedel, a ne. Je pa tako, bom rekel, pri nas v Sloveniji je marsikaj tako škoda, da je tako narejeno, ko je, no. In se komplicira, pa se išče ena birokracija tam, ko ni nobene potrebe. Jaz mislim, da marsikjerga našega, bom rekel, potencijala ali pa enega, ko zelo dobro teče, pa kaže res ni vrh ali pa presežek tekaški, pa ne važno, a je na cesti, a je na trailu, a kjerkoli je, ko ga malo to odnese. Ne? In tudi jaz, bom rekel, nikoli se nisem tako, bom rekel, del neke take klubske zadeve hotel spuščati, čist tak. Smo se že tudi v eni, bom rekel, podpori oziroma finančnim sponzorstvom to dogovarjali, pa sem tudi jaz dal malo iniciative. Pa sem prišel do enega, do drugega, da vidim, a ne, če bi pa rekel, bi pa bilo, a ne, sem rekel. Pa je bilo pa ena, pa druga, pa se pol nekaj izmikal, pa sem rekel, lejte, saj jaz ne rabim, sem rekel, to je moja rekreacija, tek, nekaj dolgo sem jaz tekmovalen, če bom dobil, bom, če ne bom, tudi ne bo nobene katastrofe. Jaz, če grem na tekmo, grem, če ne grem, ne grem, jaz pač si plačam tekmo in jaz tega ne bom bankrotiral. Dosegel sem dost, če skoraj jutro zaključim, sem zadovoljen, mi je uspelo več, ko bi si mogoče predstavljal, da bom zmožen, ampak jaz pravim, zdaj sem v najboljših letih, no. In glava dela, regeneracija še je dobra, mislim, da sem še sposoben za kak konkreten dosežek, no. In če bo zdravje, jaz mislim, da se še bomo pobockali. No, vidiš, evo, v redu si mi odgovoril na vprašanje, ja, pač, nekdo je pač vzel tisto medaljo, naj mu lepo služi, ampak vse na koncu, ne, vsi vemo, kdo kam sodi, pa kdo je kvaliteten, se popolnoma strinjam s tabo o tej mogoče pretirani birokraciji, ki včasih naredi, rekel, več zmede pa škode, kot pa koristi, ampak pustimo to, a ne, osredotočimo se na stvari, ki so dobre v tem športu, zdaj, rekel si, planira že sezono 2025, je skrivnost, kam Mateja Letonjeta vleče, recimo, v naslednji sezoni? Ja, letos sem tekel ogromno, tekmoval ogromno, drugo leto imam manj. Imam že pa v planu kar nekaj preizkušenj, no, tudi bom rekel, nekaj že imam štartnin isto poravnanih, ko recimo na K24 bom šel spet na parat na 50 km zaradi UTMB točk, ki ima prek 800 UTMB točk, sem upravičen do zastonj prijavnine in sem se že prijavil in bom drugo leto probal spet na pas čas pod 5 ur. To sigurno, sem skoraj prepričan, da mi vem, da bom napadal, da mi bo uspelo, da mi ne bo, zmožen sem, ne se udejaniče, pa ne bo nobene katastrofe. Pol na Sočo tudi grem, ker sem tudi, imamo že prijavnino v dobrem, še od letos delež. Potem, ja, najbolj bom rekel tisto, kar mi pa zdaj najbolj pije misli, energijo tudi malo, pa smo v soboto malo debatirali z Borutom Škarjo v Velenju. Je bilo pa, da imam namenitev v tujino, na Hrvaško, v Istro, UTMB teč, pa da bi lovil za med 3, neko direktno vodi v finale v Francijo. Zdaj, malo prijave še nisem naredil, če jo bom, kmalu, ampak če jo bom plunil v roke, bom rekel, mogoče malo več, ko sem pa do zdaj investiral, da če bi mi uspelo, da bi prišel med 3, se veš, tam na teh UTMB tekmah, prije konkurenca, pridajo tudi fantje s tem namenom, ja, tam fantje imajo velike oči, tam se ve. Tako, in vejo, kaj šteje in mislim, da bom probal, če bi prišel med 3, no, da zdaj bom probal se maksimalno pripraviti. Če se bom prijavil, bom začel trenirati, bom se pripravil 3-4 mesece časa, je več kot dovolj, zdaj sem na nekom spodobnem nivoju čist. In če mi uspe, mi uspe.
Zdaj javno, Aj, spoštovani in spoštovane, zdaj ste slišali, ja, s kom boste imeli opravka v Istri, Istra pa je UTMB, izjemno velika dirka, sredi aprila, to naslednje leto, mislim, na drugi vikend se 12, ja. tako se dogaja, takrat se dogaja tudi recimo istrski maraton, tle pri nas, a ne, tako da ponavadi se te dve stvari lahko poklopita, pa pol spremljamo, bom rekel, Slovence na obeh dveh, pa kdo ima dilemo, kam zdaj iti, a ne, ker tale istrski trail pravijo, da je, kar se 100 milk tiče, človeku najbolj prijazen za tiste, ki bi radi 100 tako nekje odbil, pa je najlažja, ne, v narekovajih spet, a ne, tako da jaz ti bom Matej, zdaj vem, za koga bom navijal. Evo, ja, da v eni sezoni upravaš z Istro, pa še z UTMB-jem, to bi bil kar lep dosežek, ja, kar lep Ja, vse dosežek. sem tekel sem prvo tule v Sloveniji, zdaj na Julian Alps Trail. Lej, to je bilo, mislim, sicer res na trailu nisem bil nekaj navdušen, ampak lej, konkurence, a bila, veš, to se pomeriti z Italijani, s Poljaki, lej, Hayden Hawks je prišel, Francesco Pupi, ko sta klasa, ne, na svetovnega nivoja, ne, zdaj nas, bom rekel, nekih vrhunskih amaterjev. A in lej, to šteje, bom rekel, se ti pomeri, sem tam, lej, se nas je namazal za tistih 40-50 minut, ne, bom rekel, Pupi skoraj za 1 uro, ampak lej, priješ, lahko rečeš, hej, tekel sem po karavankah, se pomeril z njima, ne, prehitela sta me za to, lej, to bo za zmeraj ostalo. Tako da, ja, no, spoštovani, spoštovani, še en razlog več, a ne, zakaj bi se prijavili na kakšno trail tekmo, morda boste lahko razlagali, da ste z Matejem Letonjem laufali na isti tekmi, sicer vam je dal 45 minut, najmanj, ja, ali pa uro pa pol, ali pa še več, ampak ja, moj cilj je, ja, da se enkrat z Matejem pomerim na eni dirki, pa da mi da manj pa 1 uro. Zdaj bom očitno mogel izbrati tek na Miklavža, ker tam ne morem več kot 1 uro zaostati za njim. Ja, tako. Ampak naslednje leto pa res pridem. Še ena zanimiva dirka, pa naredva in mala reklame, no, je v kratkem, pa bo šel braniti, bom rekel, zmago od lani, ja, tamle nad Menkšem gor je ena zanimiva dogodivščina na Štefanovo. Tako na Štefano, na 26, ja. Ko se Oziroma dogaja dan kar samo. nekaj tekov po Sloveniji, ampak ta je nekaj posebenega in tak manjši, ampak zanimiv. Trelček, mu rečemo, ali kako. Ja, tako, to v bistvu mislim, da je poimenovan gorski tek Mengeška koča Dobenski hram, oziroma lih obratno. Lani sem šel prvič, fajn, tudi konkurenca, čist podobna. Mislim, jaz rad grem teč tam, ker je neka konkurenca, da bo rekel, da moraš malo pritisniti to filter, dobesedno, veš, da pa na limite, lej, to je, mislim, tista prava tekma, no. Ja, mislim, da takrat je tudi v Dolskem, in vidim, da se tam eni grejo tja, eni gremo sem, lej, eni nekamor, se veš, v praznični čas. In imam tudi letos nameniti, letos bi mu trasa še bolj odgovarjala kolan, tako da mislim, da sem kar spodobno pripravljen, da bom tudi dobro tekel, v redu tekel. Ravno, ja, ko sem se pripravil na tale najen pogovor, sem naletel na to zadevščino, ne, moram priznati, da prej nisem vedel za njo in je simpatična teh 5 kilometrov, pa niti ne toliko višincev, pa malo sem razmišljal, da bi šel enkrat v Dolsko, ampak tlele, ker boš ti nastopil, pa še po hribčku gor je, pa od koče do koče je, se mi zdi precej bolj simpatično, tako da, ko bo Bog dal in bo sreča junaška, morda se pa vidimo tam, ja, ja, pa bom tam probal Tako v zaostati. soboto v Velenju, ja. Ja, tako kot v soboto v Velenju, ja, tako ja, ne, mislim, timing je bil pravi, mi smo prišli ravno z Gmajne na tisto Vinek, pa jaz sem imel aplikacijo, sem malo spremljal, ampak so bile na 18-kilometrski na Pozoju, mislim, da sta bili samo 2 kontrolni točki, pa sem malo računal, pa nisem bil čisto siguren, ampak sem rekel, zdaj bo pa mogel počasi že prvi prideti, ampak prvega smo zamudili, no potem pa Matej Letonj okrog ovinka. Ravno takrat, ko jaz pridem tja, pa sem rekel, lej, to je pa nek signal z vesolja, Ja, da sem mu spomnil. moram, ja, da ga moram povabiti, pa tudi v tale podcast, ki je zelo večkrat 1 uro pa pol so govorila, Matej, ne? Ja, bil si čudovit sogovornik, veliko stvari si mi povedal, tako kot si ti rekel, se veliko stvari naučiš, se jaz s tem podcastom ogromno stvari naučim, tudi od ljudi, kot si ti, a ne, ki imajo mal širši pogled, pa poseben pogled na življenje, rečemo temu tako, no, pa so odločeni, pa zasledujejo svoje cilje, pa so nepopustljivi, pa, ja, pa so pripravljeni za svoj prav, recimo, se tudi, če je treba, pa rekel, skregati, no, ali pa podebatirati, pa tako naprej, ne, stati za tistim, Rašisti.
Je tako, ti nekaj rečeš in stojiš za tem. Preberem zmeri, ko ti svoje potopise napišeš, tudi zadnji odstavek ponavadi, ko mal ali pohvališ ali pokritiziraš tudi organizacijo, a ne, in si pač, ja, brutalno iskren. Te, kdaj kakšen organizator že potem kontaktiral pa rekel, joj, Matej, a si mogel to napisati oziroma se bomo izboljšali ali pa karkoli, no, je zbudil to kakšne, ja. Ja, mislim, ponovadi smo to bolj v živo obravnavali. Drugač pa, spravim, ljudje smo v 18 letih odrasli, to se bi se mogli znati načeloma pogovarjati tako v živo, kot prek, bom rekel, socialnih omrežij ali prek elektronske pošte ali kakorkoli. In, lej, jaz vidim takle na sceni, a ne, se marsikaj pove, pa se tudi kaj ne pove, kar bi bilo pa Prav, dobro, da bi se pove. povedali. Tako da, lej, jaz bom rekel, kar v življenju, bom rekel, črpam stvari od ljudi, ko me navdahnejo, no. In bom rekel, tisti brez lake na jeziku, marsikjer, bom rekel, so naredili vtis na mene. In lej, jaz mislim, da bi se tudi pri nas, pa ne bom rekel, da smo Slovenci zdaj tudi v teku, lej, tako bom rekel, škoda se mi zdi, da za ene, da jih ne obravnavajo bolj, kot bi si zaslužili. Recimo, ne vem, pa če kar pogledamo, recimo Kobeta, je tekel, lej, 2018 letos maraton v Ljubljani, lej, kdaj bo naslednji spet tekel, se veš, ni presežek v svetovnem merilu, ampak je pa za nas, bomo rekel, lej, je to rezultat, ki je pa kar dober in premalo so cenjeni. Premalo so cenjeni, jaz osebno jih cenim in pa lej, tudi, bom rekel, boljšo podporo bi zaslužil. Tudi Timotej Bečan, lej, bom rekel, bolj so prepuščeni sami sebi svoje iznajdljivosti, kot pa dejanski podpore. No, in to bom jaz rekel, mene kar malo jezi, ko bi lahko v naši državi marsikaj bolj speljali, pa namenili za kakšne stvari, za konkretno, ko pa bom rekel, se marsikaj odnese voda, tako poplava, pa ni nobenega pravega smisla. Ja, imaš prav, ja, marsikje bi športniki takega kova, ja, bili deležni bistveno več javnega priznanja in tudi financ in še podpore in tako naprej. Pri nas ne, morda, morda včasih, če nimaš pravih pogojev, se še bolj boriš, pa si tudi za to uspešen, ampak to je zdaj, pa ne, da bi to upravičil, daleč od tega, ne bom rekel, da so slovenski gimnastičarji, dokler niso imeli te prave dvorane, bili odlični, v svetovnem merilu, pa so dobili pa dvorano, pa so padali. To je slab primer, nočem tega reči. Dejansko se strinjam s tabo, bom tudi na Atletski zvezi bom prisoten, počasih se pogovarjal malo, pač na neki načelni ravni sicer, ne, ker je toliko potreb, pa toliko malo denarja, ampak dejansko to, kar si rekel, je pa mogoče res, a ne. A lahko še nekaj? Prosim, lepo, Matej. A lahko še nekaj? No, recimo, zdajle vidim ta dva fanta, ne vem, mlada, ko prihajata, no. Ta Tine Žižmont kaže izjemen potencial v gorskem teku, le jaz spravim, tole veselim se zdaj na tekme, ko se bo ta zbečano povodska, jaz mislim, da bo kmalu zelo blizu, pa Kovačič, pa Španika, neko so res klasa. To, pa ta Mark Bogata isto odličen navzdol, lej, te fante, ko prihajajo, te je treba podpirati, a ne, spravim, to so zdaj mladi, to so stara, ne vem, 20-25, večižmo že to, to je zdaj treba, a ne, jih podpirati, že se veš, že tako se zmajo, se čem obadajo. Jaz osebno, lej, jaz bi ima dal kaj, a ne, sam, da bi jim uspela, da tisto, ko se truta, veš, da to trenirata, vlagata, ki ima gre, da ima ta pol tisto, bom rekel, nazaj neki feedback, nekaj, da je ceneno to neki njun rezultat, no. Mogoče bi včasih, ja, bilo samo malo treba, ja, pri enem takem, ja, potencialu, da mu daš en zagonski push, ja, pa potem iz tega, kaj nastane, ja, lej, mogoče bo pa kdo poslušal tole, ki mu bo šlo pač to v eno uho, pa bo razmišljal o tem, no, pa sem te hotel ravno vprašati, če imaš kakšen predlog za podcast, ker vem, da poznaš veliko scene, pa ti veliko zanimivih ljudi, pa si mi pravkar odgovoril na to vprašanje že s prejšnjim izvajanjem, evo,
mladega Žižmunda, prav gotovo, ne, tudi mladce rabimo, ne, ki nimajo veliko še morda izkušenj, imajo pa zanimive zgodbe tule, ne, tako da ga bom kar pobaral, če bo za mladenič, pa še z njim kakšno rečeva, ne, pa ti bom takrat, ko mi bo potrdil to napisal, da boš kakšno vprašanje lahko pripravil za njega, evo, da boš še ti dobil kakšen odgovor, na katerega se jaz mogoče ne bi spomnil, da ti vem, da se moraš še pripraviti na jutrišnjo službo, pa zadnje vprašanje mogoče, ne, da te ne zadržujem predolgo. Kaj je bilo najbolj noro ali pa hecno ali pa zabavno darilo oziroma nagrada, ki si jo dobil na kakšnem teku, poleg tistega orodja, ki si ga dobil na rogli od Uniorja? Ja. Ja, recimo, dobil sem enkrat polet z letalom, ta ultralahk, mislim, da tule, ravno na domačem maraton Savinja, tule po Savinjski, po Koroški, pa tja malo proti Avstriji smo zavili, pa tukaj, ena fajna izkušnja, pa še marsikaj, no, tudi kako denarno nagrado sem dobil, tako da, jaz bom rekel, a ne, to, da si, bom rekel, med boljšimi, je tudi prav, da si neko spodobno nagrado zaslužiš, no, s tem bom rekel. In tudi na Miklavževem teku jaz zelo cenim organizatorja, ne komplicirajo tistih, saj ne nekaj z nekim okrepčevalnicam, ni prave, eno okrepčevalnico postavijo, pa to ni neke logistike, pa to, ampak za 25 € vsak je dobil nahrbtnik, vsak je dobil kopalno karto med prvih 40, ki je bil prijavljen, za prvih 5 moških, prvih 5 žensk so denarne nagrade bile. Pa a veš, pa ne treba, da se da ne vem koliko, veš, ampak tisti način, tisti odnos, tisto cenjenost, in enostavno, pa sviš, pa konkurenca orenka, sploh med moškimi, in prije in to, in ljudje navijajo, dve harmoniki igrata in to je, to se boriš tam, tečeš, bom rekel, veš, tako sem napisal, da dobesedno mlečna krisina, če so šesa, manj šprica, in to je to, to je, bom rekel, res taka dobra prava tek. Bravo, Matej. Ja, zdaj mi še bolj žal, da nisem prišel letos na tekmo leta v gorskem teku, na finale Gorenjskega pokala in tako naprej. Ampak ja, se bova srečala pa kje drugje. Matej, super pogovor je bil tole. Zdaj, če se naslednje leto, kar se zna zgoditi, Ribenca trail poklopi s ultramaratonom Celje Logarska, kaj boš izbral? To zdaj ti to ne vem odgovoriti, verjetno nič od tega, no, ampak pustimo zdaj, to še je dala za naprej, ampak se pravi, jaz sem ti malo povedal, kaj malo planiram, malo se sploh še kaj pokaže. To je bil tricky question, ker računam, da boš takrat oziroma vikend pred tem itak v Švici na UTMB-ju, tako da naoš me cajt za te hece. Čas bo pokazal svoje, verjetno pa prej Celja Logarska, no. Povedano je, spoštovane, v 230 epizodi podcasta za tek sem gostil enega in edinega, seveda, iz Lepe Njive. Zdaj veste, kje je to. Imajo športno društvo, imajo kulturno društvo, Ni, da ni, ja, tako da če boste okrog Mozirja, zavite tudi tam gor, mogoče srečate Mateja. To sem pogooglal, ker sem mogel in mi bilo fascinantno, da nisem še slišal za ta čudovit kraj, ki je, bom rekel, zanimiv in tako razvit in ima enega boljših trail gorskih tekačev v Sloveniji. Matej, jaz se ti zahvaljujem za 2 urci tvojega cenjenega časa. Ti želim izjemno veliko uspehov na tekaškem in tudi osebnostnem poslovnem področju oziroma službenem, tako in da se pač ni devate zunaj, pa morda udarva še kakšno zanimivo debato. S tabo pač je zmer zanimiv debatirati. Hvala, pa srečno. Lep pozdrav, adijo. Srečno.